Dame in gospodje, dobrodošli v novo epizodo podcasta Brez dlake na jeziku, kjer je danes z mano, ta bo pa kar konkretno zdaj za napoved, veš. To pa ni kar trala hopsasa, ne, pazi, gledaj, to je pa igralec, veliki improvizator, legendarni Easy iz TV Dobrodana, človek, ki je bil eden prvih, ki je v Sloveniji posnel tako imenovani samostojni, jaz bi rekel to, neodvisni film, s kamero v roki, ne, z prve osebe, ne, Zadnja večerja, če ste gledali. Človek, ki je dobil celo Severjevo nagrado za svoj igralski doprinos, ne, veliki zmagovalec različnih improlik, nazadnje v filmu Gepek, ne, ki ukradel šov, svojo mini vlogo. Ne. Skratka, kaj ne rečem, ne, tudi stand-up komik, katerega predstave trajajo v nedogled, ne. In meni je v izjemno čast, to moram biti iskren, ne, ker kadar je igralec z mene, sem jaz ful vesel, ker imam rad film. Na moji desni strani je eden in edini, ne, legendarni, bi lahko rekel legendarni, sigurno bi lahko to rekel. Jaz pa mislim, da je caj, da skrajšaš, ne. Seo svigec, ausbiks, tu gremo se meni. Matjaž Javšnik, lepo zdravi, dobrodošel v moj podcast. Ne. Evo, z veseljem. Matjaž, deva direktno sekat stanje slovenskega filma. Lej, ti si ta film Zadnja večerja, ki je bil tvoj sanski projekt, no, tvoj labodi spev, če rečem tako, ker je res bilo to, kar si želel narediti, posnel zelo dolgo nazaj. Ne. Zato, ker se ti ne da, ker ne gre, ker je v Sloveniji glede filma čudno stanje, ali kje smo tu, kak je tvoj pogled na slovenski film? Evo. To je, mislim, delati film je isto, kot delati otroke, ne. Če nimaš blazne želje, je brez veze, da se tega lotiš. In takrat je bila to pač moja želja, do tistega momenta neizsanjana. Sestavila se totalno super ekipa, v katero sem verjel, in verjel sem tudi to, da lahko film posnamemo v 7 dnevih. Ker enostavno, ko smo z dvojcem zračunala, koliko denarja mama, pa kaj lahko prodama, da ima vložila v ta film, smo ugotovila, da mama v bistvu samo za 7 dni snemanja. In potem smo rekli, moramo narediti neko zgodbo, ki bo pila vodo in se jo da v 7 dneh posnet. Zato smo si tudi zmislili tale snemanje z roke, kot neko prvo osebno, da smo malo upravičili zadeve. Takrat je ravno zajadral, nekako evropske kinematografe, zajadrala danska Dogma, ki je imela neka svoja pravila, ki so marsičem olajšala snemanje. Do takrat so veljale neke zakonitosti, ki jih je ta Dogma rušila. Mi smo prišli še en korak naprej, pa smo rekla, dajmo v Dogmi vzeti tisto, kar nama je fajn, kar nam je pa uvera, pa brcnemo v rit, pa naredimo pa svoje. Ne? Kdo pa je rekel, da mora film biti enoznačen in za vse enak. Film je tak, kot si ga ti predstavljaš. In predstavljali smo si pač nek film, ki je totalno odbit, ki ruši vse neke konvencije, neka pravila, in izkazal se je blazno popularen pri ljudeh. Ne? Tudi, mi smo šli z njim na ne vem koliko festivalov, bili smo v tekmovalnem programu Tribeca Film Festivala pri De Nirotu v New Yorku in to na prvem festivalu. Pa si ga spoznal? Ja, smo bili na branču z njim, tudi Scorsesea smo spoznali, pa še neke druge zvezdnike na teh večernih premierah, pa žurkah, pa to. Ampak v bistvu važno je to, no, da smo takrat prepričali ljudi, da je ta film res nekaj posebnega in se ga splača predstaviti tudi neki publiki na totalno drugem koncu sveta. Z njim smo bili tudi v Avstraliji, v Afriki, bili smo v Južni Ameriki, na Kitajskem, v Indiji. Skratka, film je objadral skoraj cel svet, bil je na ne vem kolikih festivalih, pobral je skoraj 30 mednarodnih nagrad. Tudi jaz sam sem pobral kar nekaj dobrih nagrad za ta film. In tudi prodali smo ga dobro, ne? Prodali smo ga od televizijam do Američani so kupili pravice za remake, posneli so remake. Kjer je pa to? Ni naslov Zadnja večerja, ameriška verzija, mislim, da ima naslov Nazaj v Ameriko. V naslovni vlogi je pa Eddie Griffin. Aha, ta komik, temnopolti. Ja. Aha, bravo. Tako da s tem filmom smo res naredili en taki preboj, pa dokazali smo, da se da. Ne.
Kar se pa tiče nekih želja, trenutno imam spet željo posneti svoj neodvisen film. Drugi del Zadnje večerje? Ne. Ne? Ni, je pa spet te neke navezi, neko prijateljstvo, govori o teh nekih vsakdanjih zadevah. Gre za črno komedijo, spet seveda, ker se mi zdi, da lahko na ta način najlepše ošvrkneš realnost, brez da si komu pretirano zameril. Ampak trenutno še iščem partnerja za drugo glavno vlogo. S tem se zdaj trenutno ukvarjam. Zmes pa nekako ni bilo te želje. Toliko sem snemal in v tujini in pri nas, vsakega toliko cajta prije neka ponudba za neko vlogo, pa tudi če je manjša, meni je to čisto dovolj, ker jaz sem kampanski. Meni zdaj mi je fajn film, pol mi je fajn teater, pol mi je fajn radio, pol mi je fajn, ne vem, snemati reklame, tega pač jadram. Ne pustim se ujeti v nek kalup, v neko enoznačno delovanje in probam pač si življenje popestriti s tem, da menjavam te neke oblike umetnosti, s katerimi se ukvarjam. Nekaj, če si že dolgo omenil, ta Lars von Trier pa Thomas von Winterberg, ta dva sta bila začetnika tega, tisti filmi so bili vsaj takole na prvo žogo zelo zajebani, zelo resni, ta večerja je pa bila v bistvu komedija, res da črna, v tvojem stilu, ampak s tem si dejansko res ti takrat razbil nek slovenski stereotip, to se jaz prav spomnim takrat, ampak z distance, zdaj bi ga mogel še enkrat pogledati, ker je res veliko let minil, pa ga ne vem, nikjer ga ne dobim, da bi ga lahko gledal, ne vem, kakem YouTube ali kje, ampak ne vem, če se mlada generacija, če se spomne tega filma, to bi ga mogel zdaj ponovno obuditi, nek revival, da bi ga ponovno videli, bi rekli, pizda, gled, kaj je ta tip delo že ful let nazaj, to ne je bila slaba ideja. Ja, eden od mojih težav je v tem, da sem skoraj vseh stvareh, ki jih počnem pred sajtom. Tako sem začel z stand-upom, sem začel tam leta, mislim, da je bilo 96, 97. Sam Vinko Šimek je bil pred tabo, ne? Ja, dobesedno. Ampak jaz sem ga začel furati v klubih, ampak takrat je bilo 4-5 klubov, ki so bili pripravljeni to formo teatra sploh predstaviti svoji publiki. In nekako stand-up pa si veš, kak je, če nimaš ti, ne vem, toliko ponovitev, se ga ne splače delati, ker je pač že sam material, da se staviš, traja en sajt, pa da ga zvadiš in podobne stvari. Za 5 ponovitev se ga enostavno ne splače delati. Tudi za kabarejem sem takrat začel. Ampak vem, pač to je bilo pred sajtom, ampak jaz sem pač imel to neko notranjo nujo, da to dam ven, da probam. Probo sem, publika je fajn sprejela, žal pa ni bilo primernih prostorov, ki bi omogočili večjo število ponovitev. No pa, če se še vrnemo filmu malo nazaj, recimo, vem, da si pa tudi v Lero, igral, to je od Burgerja, Jan Cvitkovič, mislim, da je bil glavna vloga, Dejansko se je takrat dosti dogajalo na tem področju neodvisnega filma, ki je en čas celo mainstream bil, se mi zdi zdaj, pa tudi to zadnje čase opažam, da neodvisni film na polno raztorava, ta, ki ga pa ta sklad podpre naš, ta pa bolj propada, kar se tiče obiska. No, kak je tvoj pogled na to? Misliš, da je ravno ta gverila poanta, da se režiser bolj potrudi, pa da več od sebe, ker Dejan Babosek, če smem še to reči, je rekel, da on ne bi nikoli več šel brez denarja delati, ker je to grozno. Da on bi raje imel milijon budžeta, da bi veliko lažje delal, pa sem rekel, da ne verjamem, da glede zato, ker ni imel denarja, se je bolj potrudil. Ne vem, kaj ti misliš? Ko nimaš denarja, si prisiljen neke rešitve in si prisiljen kreativo. In kreativa te dela živega, pa tudi filmu narekuje ritem in tempo. Tako da, ko si brez denarja, si prisiljen marsikatero idejo in rešitev, ki se drugače ne bi poslužil. To je ena velika prednost, je pa seveda hud manko tega, da nimaš denarja, je pa to, da moraš prijatelje prositi, da ti pridejo pomagati za stojen, ali pa za nek minimalni. Ali pa da vzameš kredit, pa si pa zakupan. Vse zmerom se nekaj malega nabere. Sam nerodno ti je, ker veš, da je vreden, pod narekovaji, njegov snemalni dan je vreden. Jurija, ti mu pa lahko daš 300 evrov. In ti je nerodno, imaš neko zadrego pred njim, pa nek dolg do njega, do konc življenja. Vse tudi, ko te on kaj prosimo, greš itak normalno, da vrniti uslugo. Ampak vseeno, z nekim nelagodjem cel film delaš, ker imaš skozi občutek, da si nekomu nekaj dolžen. Na koncu, ko je zadnji snemalni dan, ko se vsi objamejo,
ti pa vsak reče, včasih mi je bilo, veselje mi je bilo, še kdaj, pokliči. Ne? Nobenemu ni težko, ker film je pač neka umetnost, ki združuje vseh 7 umetnosti in je zaradi tega tako poseben, da so ljudje pripravljeni delati tudi zastojen, sam da so lahko del tega procesa, ker je res nekaj blazno posebnega. Zdaj, kar se pa tiče neke prave formule, kako narediti dober film, ali je to film, ki ga podpre filmski sklad, ali je film, ki ga narediš v neodvisni produkciji. Težko dam pravi odgovor. Zdaj je v kino Belo se pere na 90, ki je hardcore sklada, profesionalen film. Ja. Profesionalen film, podpret strani sklada, s profesionalno ekipo, tudi z ljudmi, ki vedo, kaj delajo, od producentov dalje do distributerjev, vaši so Fivi, Cenex, Čretniki, ki res imajo pojma o tem, kako poslati film med ljudi. Aleš Pavlin kot producent ima tudi toliko izkušenj, tudi mednarodnih že, Pavlin, Aleš, da mu je totalno jasno, na kak način komunicirati z javnostjo. In seveda dobra igralska zasedba in zgodba. Zgodba, ki je življenjska. Dostikrat slovenski filmi predstavljajo zgodbe, ki izgledajo za lase privlečene. Ne? Če imaš pa ti zgodbo, ki se dotika slehernika in nagovarja vsakega izmed nas, ker nekaj takega pozna iz svojega življenja ali pa življenja nekih svojih prijateljev. Knjiga je bila uspešna. Knjiga je bila uspešna, tudi zgodba, dober trigger za ogled. Zgodba je najbolj važna. Zdaj, kaj pa prava formula za film, jaz ne vem. Jaz vem samo to, kar trdim že vsa ta leta. Problem slovenskega filma ni bil nikoli pred kamero ali pa za njo. Problem slovenskega filma od nekdaj sedi v pisarnah in na ministerstvih. Ne? In dokler ne bodo ti ljudje razumeli pomen filma in pomen filmske vzgoje, kaj lahko to prinese. Tudi ekonomsko gledano, kakšni profiti lahko pridejo noter, pa se pač ta zgodba se bo dogajala tako, kot se dogaja. Na vsakih 5 let bo preletel en hud film, ostalo bo pa nekje bo šlo mimo, ker so žal tudi med njimi dobri filmi, ki znajo nagovoriti neke festivalske publike, so pa preveč zahtevni za nekega poprečnega gledalca, ki je za njega je kino sprostitev, ne pa razmišljanje. Pa veš, kaj je tudi problem? Jaz vem, da ko ti film posnameš, šele takrat se začne garanje, ko je to posneto, ko moraš ti to spromovirati. Ampak če ti nimaš denarja za promocijo, ti ne moreš narediti hita. To je dejstvo, ker te hollywoodski filmi imajo zraven še 100-200 milijonov za promocijo. In tu v Sloveniji vem, da mnogi režiserji, ki so imeli dobre filme, so kiksnali publiko, ker so pozabili, da treba biti morski pes, ko film promoviraš. In morda je tudi na njih malo krivde, češ film imam, Tom zdaj dal na plakatu, je to. Ne, ti moraš biti eden od problemov je tudi to, da če ti dobiš denar od sklada, to ni tvoj denar. Ti se s tvojim denarjem igraš in ko nekaj film posnaješ, ti vseeno. Ti si svoj honorar pokasiral. In poznam celo primere, ko niti v Maribor na premiero niso hoteli priti. O tem ti govorim. Iz Ljubljane, ker pač oni so svoje naredili, oni so svoje pokasirali in čao. Če pa ti narediš film brez svojim denarjem, brez tuje pomoči, pa se absolutno ti se boš raztrgal za to, da boš dosegel neko publiko. In še en velik problem slovenskega filma je v tem, da nima priložnosti, da bi ga prodajala ustna reklama. Ti rabiš mesec, 2, da neka kritična masa to vidi in da začnejo ti ljudje okrog govoriti, pejte v kino, super je, ne bo vam žal, in potem se začne zadeva valiti. Ampak slovenski film v slovenskih kinih ima žal slabši status kot tuji film, in ga tudi manj cajta držijo na programu. In enostavno ne more doseči te kritične mase, da bi začela ustna reklama. Ker veš, jaz se z ljudmi dosti pogovarjam, mnogi ne grejo slovenski film gledati v kino zato, ker imajo v glavi itak bo prišel hmal na televizijo. Veš? Tudi to je ena izmed... In ne grejo. In patriotstvo tu, razen če je res tako, si rekel ti, vsake toliko časa je norjaški hit, ampak patriotstvo pri filmu slovenskem ne deluje. Prej bodo rekli, to je zandrek, ker je slovensko, kot gremo gledati, ker je faj, ampak žal je tudi ogromno slovenskih filmov za nič. To moramo priznati. In ti so naredili škodo dobrim filmom. Pa še ena rak rana slovenskega filma, ki se noben prav ne zaveda. Jaz to skozi delavnice delam in vozim strokovnjake iz Amerike za to zadevo. To je napovednik. Evo. Napovedniki za slovenske filme
so ena velika žalost in dolg cajt. Pa kaj je fora? Kdo te napovednike naredi? Režiser? Verjetno režiser. Ja. To bi moral v prvi fazi prepustiti montažerju, ker montažerji so tisti, ki filmu vdahnejo življenje dokončno, dobri montažerji. Ampak pri nas imaš pač ta avtorsko foro, da hoče biti režiser zraven. V Ameriki tega ni. Ameriki producent te spusti kot režiserja do neke meje, pa reče, zdaj pa dosti ven, to ima pa zdaj naredil bo montažer, mi prinesel pokazati, tesna publika, cap štima, ne štima, imamo kakšne popravke, dajmo še to popraviti, gremo v kino. Čau. Pri nas pa tudi tako sem prej rekel, ti si velik frajer, ker si posnel film, dokler ga folk ne vidi in dokler ga ne raztrga. Ne. In veliko režiserjev se zaveda, da nima filma za ljudi. Ampak zakaj pa snemajo take filme? Zato, ker so se to šolali. Ja. Če smem uskočiti, jaz nisem režiser, ne, težko je pametovati, breko zdaj ga pa ti posnam, pa pokažem, ampak meni nekaj ni jasno. Ne. Matjaž, moj dragi, si režiser, snemaš, pa viš, da ti, ne vem, en igralec ne štima. Ampak, bomo že, pa ga vsem pustiš not. Snemaš, pa viš, da nek prizor ni v redu. Zdaj, ti ne vidiš tega, ker si tako prepričan, da delaš dober film, ali pizda vidiš, da nekaj ni v redu. In zakaj to ne popraviš? Zakaj ne menjaš igralca prav cajt? Zakaj se ne vzameš roke, ali res ne opaziš? Ker misliš, da si genij. Ne, kaj je to fora? Jaz mislim, da absolutno, če ne opaziš, pol nisi režiser. Ja, ampak mislim, da je tu bolj problem v tem, ker pač, ko se določijo snemalni dnevi, ti to opaziš verjetno po 3-4 snemalnih dnevih. Ne? Že prvi dan moraš to opaziti, pizda. Če si ta pravi bi. Ja. Ampak zna se zgoditi, da pač ne. Ja. Da si rekel, ne vem. Pa tudi ukvarjajo se režiserji vsem živim, razumeš? Jaz včasih dobivam take napotke, da sam gledam. Mislim, ko bi rad, notranje monologe, pa kaj je s tabo, film je akcija, razumeš? Ne? Daj mi ti režirajo me v glagolih. Reči vrži, reči brcni, reči, mislim, daj mi akcijo, ker film je akcija, film je gibanje, moving pismo. In to prenaša nek ritem. Ne? Jaz tudi, ko scenarije pišem, jaz pišem scenarij, ki sam po sebi narekuje akcijo. Ker enostavno mora se premikati zadeva, mora leteti eno čez drugo. Lahko imaš podtekst, ki ga skriješ spretno, pa ga ne vem, čez drugi tretjini filma z nekim mini dialogom prekliče spomin, da gledalec poveže zadeve in pač za malo bolj zahtevne, recimo. Ampak skozi mora biti neka akcija. Ne. Je pa tako, sem rekel, ne, če to opazi 3-4 dan, to pomeni, da so že 4 dni čez okno vrgli, ne? In en snemalni dan, če imaš ti ekipo 60-70, da pa celo več ljudi, ne, stane nepopisno drago, ne? In enostavno ni tega keša, da bi ti začel znova. Ne? Tudi to je verjetno eden izmed razlogov. Se pa zmerno sam čudim, ne? Tudi pri teh serijah, ko jih gledam, zmerno si pogledam te serije zaradi slovenskih igralcev, da vem, kdo je kaj dela, pa kako dela, pa če bi kdaj s kom kaj sodeloval. Ene vloge so ono, ko rečem, pa kako mu niso prvi dan rekli, hvala lepa, adijo. Pa je v full epizodah not, ne? Full, mislim, do konca ena izmed glavnih stranskih vlog so recimo, ali pa celo kakva glavna vloga, ne? Mislim, meni je ono obup, mislim, kako naj to gledam, leto pa pol, če mi že po 3 minutah mi gre v kocine po koncu, ampak dobro, to pač so neke, tudi zelo familiarno se pri nas snema, ne? Prijateljski krogi, družinski krogi. Vse enonisti igravci dejansko se igrajo, če smo iskreni. Ne? Tudi, kar ni slabo, če je ta igralec dober. Če je dober, ne? Ja. Imamo pa seveda, mi imamo marš vedeti, ne? Imamo predvsem gledališke igralce, imamo fenomenalne. Nadvrhunske. Nadvrhunske, v svetovnem merilu. Kar se pa tiče filma, pa se počasi prebujajo. Počasi prihajajo do te neke naravne igre, da ni več gledališka, da ni več tista stara cankarjevska. Tako da, jaz mislim, da so krasni cajti pred nami. Ampak, če smem, ko si glih omenil to igro, že Marlon Brando, prvak te metode, razumeš, je že 50 let pokazal, kako treba igrati. A veš, a so Slovenci so pa kaj ostali v tem teatrskem sistemu, ne vsi, da se razumejo, imaš tudi filme, ki igrajo zelo modernistično, zelo noro, določeni igralci, ampak
po večini je pa ta, mogoče fama, no, mogoče smo malo krivični do novih filmov, ampak ta fama slovenskega igralca, da je gledališčnik, ne? In da ima neke te momente, da točno veš, kaj bo rekel, kako bo rekel, kaj bo naredil, kdo je učil slovenske igralce razliko gledališča in filma, ali je problem, ker je premalo filmov, pa ti ne moreš vežbati, ali zakaj slovenski igralec ne ve, da je gledališče nekaj, film pa drugo. Kombinacija vsega je. Ja. Bistvo je igrati teater, pa film je eno in isto, uporabljajo se pa drugi vzvodi. To je vse. In slovenski igralci enostavno z redkimi izjemami, ena taka zelo srčna in velika izjema je Sebastian Cavazza. On je neverjetno radoveden tip in tudi tehnično radoveden. In on je eden redkih, ki gre do kamermana in mu reče, katero lečo boš dal gor. Da ga to zanima. In mu je jasno, kaj ta leča pomeni. Kak način igre. Ali hoče biti lep v kadru, zato to dela? Ne, to njega niti malo. Ja, okay. Ne, to je to. Ti veš, ali moraš biti minimalističen, ali moraš malo iti do roba, zaradi tega, ker si pač v gro planu in pač na onem velikem platnu boš nekje v drugem planu od zadaj in če hočeš, da priješ ven, moraš pač malo več narediti, če si vrezan v bližnjaka, pač pomeni, da moraš smanjiti doživljanje. In njemu je to totalno jasno. Ogromno igralcem, ne samo da ni jasno, sploh jih ne zanima. On prije tja in ko da je Bogova, ker je pač dobil to vlogo, nič ga ne zanima, on se ve, on bo to. Ne. Druga zadeva so navodila režiserjev, ki so včasih blazno nerazumljiva oziroma jasna samo njemu samemu in nikomor drugem. Tretja stvar pa, kot smo se prej pogovarjali, kot si omenil, šola. Mi enostavno nimamo filmske šole za igralce. Tisto, kar pa se dela na gledališki šoli, torej na AGRFT, FTV, pa je premalo ur igre pred kamero. Ne? Plus tega, toliko malo filmov se pri nas posname, da ti imaš res zelo redko šanso stopiti pred kamero. Enkrat 10 let priješ v film, recimo. In še takrat, ko priješ, je ta proces toliko drag, da nimajo cajta se oni tam s tabo ukvarjati. Se pa tudi režiserji ne morejo vežbati, če gledaš razen redkih izjem. Režiserji bi imeli cajt prej izvežbati, prej se začne film snemati. Se imaš telefon konc koncev. Da bi vadili tam. Mislim, kakva pa razlika, če mu pokažeš na kameri, kako izgleda pa na telefonu. To je zgovor režiserjev, da zato nekateri niso dobri, ker nimajo možnost vaditi. Ker samo en film na 10 let dobi. Vadi danes v tem cajtu tehnologije. To je zgovor. Lahko ti vadiš na kaj ti paše, lahko ti vadiš na, ne vem, na špegel lahko vadiš, če te res zanima zadeva. Pa gledam, včasih recimo, ne vem, vedno se spomnim na Petelini zajtrk, ki je meni zelo ljub film, recimo na Vlada Novaka. On je po mojem mnenju eden najboljših slovenskih igralcev na splošno, ne samo v moderne dobe. On bi, če bi bil v Ameriki, imel že 5 Oscarjev za stranske vloge, predvidevam. Ampak vidiš, eni pa znajo, in potem ti v kader istega filma dobiš enega, ki zna, pa enega, ki ne zna. In rečeš, čakaj, tukaj pa zdaj vidim, da ni problem v režiserju, v scenariju, ampak zgolj v igralcu, ki očitno zna. In pol mislim zdaj, a so igralci, ki praviš, da ni čisto tako, ampak, žena? Ne. Razumeš, ne? Sekunda. Ni panike. Simon, oprosti, te pokličem nazaj, zdaj pa glih nekaj snemam. Zaposlenje. Ajde, čo? Če imaš nujno, pa grem jaz cat? Grem jaz cat, pa nared. No pa daj. Nared, kar ne laufa, ne skrbi. Bom izkoristil to priliko, kar nared, da ne bom živčna, veš. In tudi primer, zdaj nočem kritizirati teh tvojih soigralcev iz Gepa, ampak recimo, tu se je meni recimo videlo to, res da so oni bili bolj naturščiki, prvič tiktokerske zvezde, ampak ko si ti prišel v kader, ti si odpihnil vse. In se je videlo, čakaj malo, on je pa igralec, ostali pa probujejo. In isto v določenih filmih vidim, tako pri kakem Eurosongu, ko rečejo, da je krivo ozvočenje, pa tonski mojster, pa prije penki res napet, pa vidiš, da ne, da se unizen drek pel. Kdo je torej na kratko kriv, da ne štima? Benti.
Da se vrne k Vladu. Ja. Vlado je težko kategorijo. Ja, to je res. To je hardcore. On je res, tudi v teh vlogah svojih gledaliških on je žival. Viš, ampak in na filmu enako dober, ne? Ja, ker pač ima to neko božjo iskro. Kar se tiče teh mladih fantov, ki si jih omenil, jaz se s tabo ne strinjam popolnoma. Meni se zdi, da so upravili zelo dobro delo, brez predhodnih izkušenj, direkt na glavo, to moraš imeti res jajca. In se mi zdi, da so bili fajn. Tam je verjetno tudi to bilo, ker jaz sem prišel na snemanje, dali so mi scenarij, mi je dal Kukovič, ki je bil na 8 straneh, in se rekel, stari moj pesmo, 5 stavkov moram povedati, razumeš, kako je šlo 8 strani, vse ga on po svoje povedal, ti snemaj pa čao. In je pač ono, s kamere so hodili za mano in me lovili, jaz sem pa tam pač naredil oni Rusval, pa sem šel, ne, in je to bilo to. Ampak pač enostavno, ti moraš tudi, ti moraš z ene stvari si lahko enostavno premlad, ne. Ti moraš stvari čutiti, ne? Ti jih moraš doživeti. Recimo, kako boš ti igralec, če ti še noben ni umrl od bližnjih? Če recimo ne poznaš nobene, ki bi imela splav. Viš, to je metoda, ne? Ki greš noter. Ja, veš. Skratka, če se ti ne zgodijo v življenju neke stvari, ki jih moraš predelati in jih posvojiti na nek način, ti težko govoriš o stvarih, ki jih ne poznaš, ne? Eni prihajajo z nekih zelo dobro situiranih družin, celo otroštvo in mladost so preživljali vati. Njim se nikoli ni zgodilo nič. Mi, ki smo zrasli na ulici, pismo, nam je vse jasno. Nam je vse jasno. In jaz isto, ko me pokličejo pa rečejo, ta pa ta vloga, ta lik je taki pa taki, daj nehaj mi govoriti, vem, kdo je. Veš, Tancarov Joža je to. Veš, mislim, kaj imaš tu zakomplicirati, ne? Veš, to je ta lik, to je ta profil človeka, zdaj pa kaj ga bom pa jaz oblikoval z gneto, kaj jaz želim z njim povedati, ne? Je pa druga pesem. Pa še ena stvar je, ne? Redko kdo se zaveda, da ti lahko nekoga igraš, sam če ga imaš iskreno rad. In mu odpustiš tudi vse njegove napake. In zato moraš pri liku prvo najti vzrok, zakaj je tako, kot je. Potem posledice, ki so jih te neke stvari, ki so se njemu v življenju zgodile, prenesle, in ga moraš ga vzljubiti, moraš si reči, pismo, tako je, in jaz mu zdaj moram vdahniti življenje, in jaz moram stati za njim. In še ena stvar, ki je pa vseeno, ali je film, ali je pa oder, ti moraš biti iskren, ti moraš priti z jajci, ali na oder, ali pred kamero, in moraš dati zadnji atom energije, zato ker na drugi strani so ljudje, ali pa v dvorani so ljudje, ki so plačali za to, da so te prišli gledati. In iz spoštovanja do njih se moraš raztrgati. Viš, ker hočem reči, tudi to mi je bila včasih, če še malo pri filmu ostanemo, ta dilema slovenskega igralca, ki noče biti seks simbol, noče biti seksi, noče biti lep, on hoče biti umetnik. S tem v Ameriki nimajo toliko težav, kot recimo, jaz se spomnim Pije Zemljič, ki je meni bila vrhunska igralka tudi, sem enkrat intervju pred leti z njo in jo je motilo, da jaz njej govorim, da je ona slovenska Penelope Cruz. Ne, nisem, jaz sem umetnik. Pusti ti, se pa čakaj, ti si v filmu igral zelo seksi vlogo, pusti. In tudi Kavaca, ko si ga prej omenil, mislim, da je imel eno obdobje, celo so ga v Variety so ga napisali kot balkanski žrebec, pa ga je to motilo. Je rekel, ne, jaz hočem biti umetnik, jaz sem Stanislavski, pusti ti Balkanjen Hank. Zakaj nočejo slovenski igralci biti seks simboli? Ker ne moreš biti, ker ni količine filmov, v katerih bi se lahko pojavilo kot seks simbol. V Ameriki to ni problem. V Ameriki se lahko ti seks simbol 40 let. Sam naši promočijo biti, imam občutek. Pa se ne morajo biti. Pa tudi, če bi hoteli biti, nočijo biti. Tudi, a veš, vsi izhajajo z neke akademije, ki je spodbujala umetnost, ne pa obrt. To se mi zdi, da ni v redu. Mislim, odvisno, kak je namene. Če ti delaš neko visoko kulturo, pa gradiš neki nacionalni teater, ajde v redu. Samo to navadnemu človeku nič ne pomeni. Veš, če pa ti hočeš priti do slehernika, pa je to verjetno neka druga pot. No, pa preko si to improvizacijo omenil svojo. Misliš, da so za najboljše prizore improvizacije ključ ali to, kar se naučiš? Jaz zmeram rad režiserju ponudim
več. Več opcij. V prvem teku, ko gremo vajo za kamero, grem zelo rad preko, da vidi, kam lahko to pelem. In pol mi reče, včasih jim je všeč, pravi, zadrži, včasih pa reče, pisno, daj mi malo smanji, ker te tam ne moremo poloviti, tam ne moreš to, tam mi boš z lučjo ven pobegnil, skratka, se moraš nekako uokviriti. Ne. Ampak zmerno je boljš dati več, kot pa premalo. Ne. Ker če daš premalo, ti ne more reči, pismo, še to pa to sem pogrešal, ker ne ve točno, kam lahko greš. Če pa mu daš preveč, pa te lahko še zmerno poreže. To je najmanjši problem. Tako da, mislim, delati film je je oboje, ne? Je obrt in je umetnost. Ne? Zdaj pa eni bolj obvladajo umetnost, pa s tem dosežejo manj publike, eni pa bolj obrt, pa dosegajo publiko, ne dosegajo pa nekih resnih festivalov. Ti je za kakšno vlogo v slovenskem filmu ali seriji žal, da je nisi ti dobil, pa si imel v glavi, bem ti tole bi pa jaz briljiral, pa kak to niso videli, pa kak so lahko temu dali, jaz bi mogel to, pa kaj mi je bilo. Je kaj takega? Kar nekaj vlog je tudi teatro, ki bi si jih želel, ampak nikoli pa nisem imel tega, zakaj niso dali meni, oziroma zakaj so dali njemu. Super, ne, si vsak... Ti je bil dober Hamlet, če me ne vprašaš. Tudi to sem že... Si igral, že to nisi? Hamleta še ne, ampak v Hamletu. Tudi za marsikatere vloge so mi govorili, da je bil perfekten. Tudi sam vem, kjer bi si blazno želel. Ampak jaz nisem tipičen slovenski igralec. Jaz v bistvu so ne samo slovenski, ampak večina igralcev gledaliških je poustvarjalcev. Oni igrajo tekst, ki si ga je drug zmislil oziroma napisal, igrajo tako, kot jih drug režira, neke osnovne linije lika dobijo preko dramaturga, ki je spet neka druga oseba. Jaz sem kompletna avtor, jaz si sam napišem, sam zrežiram, sam si postavim dramaturški lok. Skratka, da si sam na sebe jezen, če zajebeš. Ne? Ja. Ampak sej ne moreš, ne vem kaj zajebati. Če ti dobro okostje postaviš, pa če veš, kaj bi rad povedal, zgodbo, ki jo želiš predstaviti publiki, kaj bi rad z njo dosegel, si že 80% dobre predstave naredil. No in če gremo zdaj na ta tvoj, ti greš na živce ali ne boš povedal, ne, ta tvoj ikonični, ne, to je v DNK-ju slovenske zavesti, razumeš, tako kot je od Jerneja Šugmana Veso, ne, je ta tvoj easy, razumeš, to je ponarodelo. Tu si postal takrat mega zvezda. Ne. Tu mislim, da ni bilo Slovenca, ki bi vedel za tega easyja, razumeš, od stylinga, dialekta mariborskega, obnašanja, traparij, ki ste jih tam počeli. Ne. Kako gledaš zdaj z distance recimo na ta lik? Ti gre na K, po domače rečeno, si ponosen na njega, si sploh lahko se osvobodil tega lika skozi svojo kariero, ali si se ga sploh želel osvoboditi? Kak je s tem? Veš, kak je, čez kariero si en sajt si easy, pol si Slavko, pol si Žunko, pol si ne vem, Lois, pol si pač neke like v določenem momentu igraš in takrat se folka to prime. Je pa res, da jaz blazno rad spremem vloge, ki so ljudske. In ko je neka vloga ljudska, sploh če ji daš to neko domačnost, vdihneš, to se pač med ljudmi prime. Ne. Tako da to, da sem bil takrat easy, pa še kaj drugega v lifeu, ne, pa Tinček, pa ne vem kaj vse, ne. To mi je čisto vseeno. V bistvu mi je celo ponos, da me ljudje po teh vlogah prepoznajo in me tudi na nek način označijo v svojem spominu kot nekoga, ki je bil tam ta pa ta in so si ga vedno zapomnili. To je sam plus in priznanje. Ampak ti ni šlo na živce nikoli, recimo, easy. Ne more ti iti na živce, ker to so ljudje, od katerih živiš. Ne? Gled, če smem samo to, no, od Šugmana vem, da je ta Veso, pa je igral Hamleta na odru, ne, pa so se drli mu gor Veso, to je neka legendarna zgodba. Tudi meni se to dogajalo, ampak lej, to je
to nima smisla se s tem ukvarjati. Moraš vedeti, da pač ti te vloge delaš in gradiš zato, da jih boš približal tem ljudem. Evo, zdaj pa moram, pardon. Zaposleni. Simon, oprosti. Zaposleni. Iz je pač, mislim, jaz sem takrat ga igral z blaznim veseljem, tudi zaradi tega, ker smo bili super ekipa. Koliko let si ga igral? Pa ne, 2-3 leta smo snimali, ne vem koliko. Pa tudi ta avtorska ekipa, ne, režiserji, scenaristi in to, jaz sem imel tam blazno svobodo, ne, tudi pri drugih serijah mi dajo blazno svobodo. Jaz izmeram tekst, jaz naredim po svoje. Ne. Jaz izmeram neke svoje finte noter dam, tudi drugim dajem predloge, ki bi lahko kakšne haklice gor dol, ker sem pač tudi scenarist med drugim. In tudi ekipa je bila blazno sproščena, fajn, mi smo se hecali od jutra do večera. Ne. Ni bilo naporno, ni bilo duhamorno, imeli smo zelo proste roke pri kreaciji teh likov in je ratalo, pač, ko se imajo vsi fajn, zmerom nekaj ratalo. V bistvu kaj, pol je bil izi improvizacija dejansko, čisto skozi. Ja, dajmo temu reči, dobro usmerjena improvizacija, dobro kontrolirana. Da nisi preveč zataval ven. Ja. Ampak takle kdaj si se pa zavedal, da je to lik, ki bo vstal? V katerem momentu si rekel, pizdarija, to je pa noro. Mislim, da prav nikoli. Nikoli? Prav nikoli, zato ker jaz dela ne nosim domov. Ne. Jaz, ko stopim iz odra ali pa ko se kamera ugasne, sem samo še Matjaž Javšnik in me čist nič druga ne zanima. Niti nočem, niti želim, niti verjetno nisem sposoben tega domov nositi, ker bi pol bi to tako predeloval te stvari, da ne bi bil srečen. Meni z življenjem zanima še kaj drugega kot sam delo. No, pa ko ste ustavljali začeli, pa autogrami, pa slike. Ne, to pač zameš kot nujni del tega posla. Ko si ti enkrat prepoznaven, je pač to. Sploh taki mali deželi, kot je Slovenija, ko vidijo nekoga znanega, se jim zdi fajn, pa lušno. Sploh, če imaš še cajt slučajno, pa se še z njimi malo pogovoriš. Vse živo sem doživel, s tem izjem so bili, ne vem, od vabil raznih do privatnih slavi, ko so jih imeli, so me na krste vabili, pa na koline, pa ne vem kaj vse. Mislim, to je bila je res norišnica. Ja, pač vse ni bilo sam z izjem to. Ne. Bilo je tudi s Miljanom, recimo tak, pa bilo je ko smo Čokoladne sanje snemali, ne. Pa bilo je z Benotom iz Trafike, pa bilo je zdaj, ko je bil ta Gepek, pa bilo je, ko sem bil ko si že prej omenil, v Vleru, pa še kakšni drugi filmi. Ne. Se pravi, da puščaš nek trajen vtis, kjerkoli se pojaviš. Ne? Ja, zdaj ne bi si upal tega trditi, da ne bom izpadal ohol, ampak se mi zdi, da se dotaknem publike. Ja. Pa imaš prav načrt, kako to narediš, ali spontano pride? Ne, tako sem ti prej rekel, če nisi iskren, to publika prebere. Bi te prebrala. Ja. Okay. Zdaj mi pa to pove, no? Kaj pa, ko si enkrat zvezda, ne? Vem, da ti mogoče tega izraza ne maraš, ampak vseeno, ko si postal res prepoznaven, ne? Danes, ko si to kar dobro unovčil, če gledaš, ne? Ampak po drugi strani pa bi lahko bilo to neko prekletstvo, to so včasih menim s temi igralci, ki jih nek lik res zaznamuje, ne? Ampak ti očitno si uspel, za razliko od drugih, tudi zbežati z tega lika ven in spet navdušiti kot drugi liki. Viš, mnogim pa to ni ratalo. Ne? Kako hodi, če je tebi ratalo, iz izja ven skočiti, pa je bil res več zavesti folka not, ne? Ja, čist enostavno, tako sem prej povedal, ne? Ko se kamera ugasne, sem Matjaž Javšnik. Ja, sam za ljudi si še pa vedno izi, ne? Pa to me ne moti, kaj sem za ljudi. Jaz moram vedeti, kdo sem jaz za samega sebe. To, kaj sem za druge, to ne pri meni igra nobene vloge. Pa še ena zadeva, ne? Jaz sem se umaknil, ne? Jaz sem šel živeti na samo. Ne? Na deželi živiš? Ne? Ja, na podeželju, sred gozda, ob reki. In enostavno, itak, ko delam, sem skozi med ljudmi.
ko pa ne delam, sem pa rad sam, sem rad svojimi, sem rad z družino, ženo, z otrokoma. Tudi zvonca nimam. Imaš zvonca? Nimam zvonca, Kako lahko k tebi pridemo, pa pozvonimo? Sam, če te povabim. A ker tak ne morem uleteti? Tudi če priješ, ne bom odprl. Ne, bom prišel na vrata pogledat, pa ti jim povedal, da pač oprosti, nisem te povabil. Se prav. Poskusi naslednjič. Pa drugače, kaj si privat? Si bolj, bom rekel, si siten, si bolj resen ali si tak, kot smo te Resno, absolutno, ker jaz pač meni se mislim, da toliko ne ostaje. Jaz skozi nekaj premišljam, skozi nekih projektih in pač rabim ta cajt zase, da lahko to meljem. Nisem pa ljudem mrzneš, nisem nekdo, ki se brani družbe, sploh dobre družbe. Rad grem s prijatelji, rad grem s temi mojimi, ko smo skupaj rasli. Vsakega toliko cajta se znamo tudi sprostiti, biti odbiti, biti vtrgani, se znoreti, tako je treba. Drugače pa nimam neke potrebe po tem, da bi bil med ljudmi, da bi me trepljali po ramenih ali pa ne vem, da bi skakali okrog mene. Meni je najbolj všeč, ko grem nekom, kjer sem lahko del množice, pa obenem ne vidim. Pa greš na kakšne družabne dogodke, te vabijo, spuščaš? Me vabijo, ampak zelo, zelo redko. Da si bil nazadnje? Se ne spomnim. Se ne spomniš? Pa vabijo te pa? Vabijo me, pa šel sem nazadnje, zdaj ko je bilo v petek, je bilo 40 let Štuka, dokumentarni film. Šel sem iz spoštovanja do Štuka, ker to je bil eden izmed mojih začetkov, placov, ki mi je takrat nudil res ogromno. In bili so odprti za vse moje ideje, tam sem lahko sprobal marsikaj, kar verjetno drugje ne bi mogel. Tudi tem filmu sam nastopam in tudi pač malo razpredam o teh cajtih, pa o samem pomenu Štuka. Nisem mogel priti na projekcijo, ker sem imel istočasno predstavo. Sem pa po predstavi se zapeljal do Maribora, pa se družil s temi ljudmi, ko smo se včasih družili. In mi je bilo blazno prijetno. In zdaj, če pridemo skočila na stand-up kariero, ta tvoj del, ki je meni bil strašno všeč, ta radijski, veš, ko si skriti mikrofon, kaj si imel, ko si klicaril okrog. To vem, da sem pa še enkrat na Facebooku napisal, da to mi je bilo pa genialno. Veliko je bilo takšnih drugačnih, da so neke otroške zgodbe, so se eni šli pa to, ampak ti si to tako, tako situacije so bile mi dobre. Zdaj si se sam zmislil, ni noben vedel, da je to trik, ker ko je ena prišla ven, to je ogromno ljudi poslušalo. Kako niso vedeli, da jih isti človek zafrkava? To se pač z količino pojavljanja, to pomeni z pač številom posnetih in objavljenih, se je začel ta procent ljudi, ki so me prepoznali, višati. Ampak nikoli ni šlo, recimo, da sem jih poklical 9, 10, sta me 2, maksimalno 3 pogruntali, da sem to jaz, 6-7 komadov pa še zmerom ne. Ampak to je bilo spet, to je bil čisti impro. Jaz sem prišel zjutraj na radio, sem rekel, dajte mi kafe, dajte mi cajtnge in sem listal. V Avstriji, v bordelu se je zgodilo to in to. Bordel, Avstrija, super, da bomo v Avstriji bordel hizali. Črna kronika, ne vem, poplavilo je blok, ker so popokali, ne vem, kjer je celo. V bloku mi je cel počela vodovodra kliči. In potem sem si dal, ne vem, 5-6 nekih strokovnih izrazov. Če je on začel kaj spraševati, da nisem zgledal nekako, da si smišljujem, ampak da sem imel, sem si napisal na list, ne vem, šravštok, recimo, in on rekel, pa ste prav, sem ga dal šravštok, pa zategne, pa ne gre, ne spusti, pa ne vem, sem klical v salon z kuhinjami, sem si malo izpisal te strokovne izraze, od teh stojne višine do ne vem kaj, da če je on začel malo dvomiti, sem jaz ga z drugimi informacijami zasul in sem ga spet potegnil nazaj. Je pa to tak, to lahko rata sam, če je totalni impro. Ker sproti se prilagajaš dejansko. Ker ti se lahko v glavi naštimaš, kar ti paše, nikoli ne veš, kako bo on reagiral. In ti moraš na njegovo reakcijo graditi zgodbo, ne pa na to, kar bi ti rad zgradil, ker ne gre, ker potem sta to dva trka. Pa si na koncu povedal, da je bil trik?
To se ne spomnim. Vem, da Fredija Millerja, vem, da si klical, pa si ga nategnil za neko, pa ti je pa na koncu rekel, jeb, kaj te je nekaj, to sem se ful žal. Nekaj takega, ampak si povedal ljudem na koncu, da je fora, to sem pozabil. Ampak izven etra ali že v etru? Ne, potem izven etra. Sem poklical predvsem ljudi, za katere mi je bilo pač tako malo žal, da sem jih nategnil. Nikoli pa nisem poklical nobenega z javne uprave. Ker sem si rekel, ti si pa zaslužijo za te neumnosti, ki jih tu z mano delijo v mikrofon. Mislim, ni opravičila. Pa enih par mikrofonov sem zbrisal, ker sem takoj, ko sem prekinil, sem tehniko sam pokazal, briši in je brisal direkt. Zato, ker bi bilo ogroženo človeško dostojanstvo. Ker pri enih je res bilo, ne pogruntaš včasih takoj, sem pa potem čez čas pogruntal, da mogoče pa z njim ni čisto vse v redu, mogoče je pijan, mogoče je celo zadet, mogoče ima psihične težave. In tega pač ne moreš obraviti. Tu si pa imel te vatle. To imam zmerom. Pazim toliko, da ne bi tistih najbolj ranljivih, ubogih, ki so že itak in nič ni šenkano, da ne bi postavil nek položaj, ko je za njih blazno nerodno. No in če zdaj skočimo še na to tvojo stand-up kariero, ki je by the way zelo zavidljiva, recimo ta zadnja visoka napetost, ravno zanče, pa stota, to je predstava, ampak dobro, pač če rečemo predstave, stand-up oboje skupaj, če zdaj omenim, stota ponovitev, tam da striptease je bila tudi strašno uspešna, česarkoli si se tudi tu lotil, je dejansko bila bomba, pa če mi te svoje začetke malo poveš, prav te stand-uperske, kaj te je to prijelo, koga si gledal, kdo je bil tvoj vzor? Jaz nisem nobenega gledal. Jaz sem enkrat videl, mislim, da je bil, kaj že bila ta serija ameriška, ko je bil stand-up komik. Na koncu vsake oddaje. Seinfeld. Enkrat sem gledal Seinfelda in sem to, po enih 2-3 filmih sem to previjal, to obliko teatra in se mi zdela fajn, zato ker za njo ne rabiš nič. Dobesedno nič. Ni scenografije, ni kostumografije, luč je osnovna, bela delovna, en mikrofon nucaš in to je to pismo. In dobra zgodba in dobri hakeljci, to je vse, kar rabiš. Ampak seveda to pri nas tega ni obstajalo, ampak meni neka gnala radovednost, kako bi to Slovenci sprejeli. In sem se lotil, moj prvi stand-up dobesedno je bil na Štuku, kot sem ga že prej omenil. Koliko je trajalo? Mislim, da je bil tam 25 minut. To je že kar minutaža. Ampak pol pač enostavno ni bilo nekih klubov, kjer bi lahko to obliko predstavilo. In sem to za en čas opustil. Potem je pa to začel, mislim, da kar nekaj let, skoraj 10 let za tistim, je pa to začel Kuntner z enim klubom, stand-up klubom v Ljubljani. Kuntner je to? Kuntner je en stand-up klub odprl in začel s temi zadevami. Sicer ni bilo vse stand-up, bile so tudi, nekateri so prišli tudi vice govoriti, ampak za začetek v redu. Pa se mu tudi ni primilo takrat nekako. Ni še bilo zrelo. Potem se pa začelo počasi nekako valiti, vedno več mladih je to formo videlo kot neko obliko izpovedno, za katero ne rabijo nič, razen svojega talenta. In recimo, da jih je, mislim, dobrih stand-up komikov, res dobrih je zelo malo pri nas. Večina jih je oponaševalcev in pa tudi zgodbe nimajo lastne, ampak jih privlečejo vseh možnih vetrov. Tako da, recimo, meni je v Sloveniji od vseh stand-uperov, ki so, jih je mogoče 8-9. Lahko poveš? Pa ne bi, da ne bi se drugim zameril. Ne, da se ne bi drugim zameril, ampak da jih ne bi odneslo. To pa imaš prav. To se pa strinjam s tabo. Sicer pa jaz mislim, da tisti, ki so res dobri, to tudi vejo sami. Ker jaz se spomnim ta petmoških.com, vem, da je bila velika zgodba in se spomnim enega dela tvojega nastopa,
to nam nikoli pozval, ker sem se režal, ko podala. Kak je že bilo, zakaj se moški šlatajo po jajcih, ne? Pa si rekel, zato ker lahko, ne? Ja, To mislim, da je bil tvoj del, če sem si prav zapomnil, no? ja, pač mislim, a veš, mi, ki smo zdravnih družin, ne, Jurek je bil naša edina igrača, ko smo bili mali, ne. Tako da, mislim, veš, kaj stand-up je to, ne, da se ti vsake stvari, ki se jo lotiš, ne, vsako zgodbo, ki jo nagovoriš, je najbolj normalna stvar na svetu, ne. Ti moraš to gledati z nekega drugega zornega kota, ti stvari malo zamakneš, pogledaš z drugega zornega kota, osvetliš z neko humornostjo in dobiš nekaj nepričakovanega, odbitega, zabavnega in govoriš o stvareh, ki so nekaterim v zadrego oziroma pretežke, ampak ker govoriš z tega drugega kota, so kar naenkrat sproščene, zabavne, lahkotne in pač pridejo ven, pridejo do naslovnika. Ne. In kaj narediš, recimo, kot stand-up komik, da priješ na oder, poveš tos in pade mimo, pa se ne smeji noben. Pa narediš drugega, pa je isto. Pa tretjega, pa je isto, imaš pa še 1 uro predstave pred sabo. Ti imaš samo 2 vrsti publike. Ne. Ja. Tista, ki je prišla zato, da se ima fajn, ker je plačala karto in ima pravico, da se ima fajn. To so večinoma Štajerci. Imaš vodo ti? Ampak oni se bojo itak smejali, tudi če prijo na tragedijo. Ne? Ker on si ne opustil uničiti večera, on se bo imel fajn do konca. Imaš pa tudi publiko, ki je blazno fokusirana, ne? Ki je fokusirana in premleva zadeve in rabi cajt. Ne? In se je zgodilo že kdaj tudi, da si celo predstavo so bili ti odzivi blazno mlačni, konc predstave pa bil aplavz taki pesma, da ga nisi doživel nikoli prej. Sam kaj ti narediš med tako predstavo, ko imaš občutek, da igraš naprej? Vse ti veš, a imaš dober material. Ja, sam če vidiš po ljudeh, recimo, se ne strašiš, da ni. Jaz vem, kaj prodajam. Vem pa, da je publika različna. Ja. Ne? In jaz peljem svojo. Ne? Ampak ti ni boljš, da bi... Ampak ti ni boljše, recimo, da bi se ti smejali ful, ne bi imel ti kot igralec večjega feelinga, ali ti je čisto vseeno? Mislim, ti moraš vedeti, ne? Ti si prišel gor, svoj nastop moraš speljati, pa se seveda prilagoditi publiki. Ne? Zdaj, absolutno je fajn, če se ful smejijo, pa ploskajo, pa se imamo vsi fajn v tistem momentu. Ne? V tem momentu, da so pa oni zadržani, da so poglobljeni, se pač ti malo bolj matraš. Ne? Pa jih ne moreš prekiniti to, da jih ne smeš. Mislim, pri enih rabiš 15 sekund, pri enih rabiš 2 minuti, najbolj trda publika se pa po 10 minutah odpre. Vse pa se ne režati. Če prije publika na nastop nekoga ve, da ga ima rada, če ne bi prišla, predvidevam. Ne? Tudi to je res. Pa še to je, veš, da enostavno imaš tudi ljudi, ki v teatru še niso bili, oziroma še nikoli niso videli stand-upa, sploh v nekih manjših krajih. Ne? In ko pride, je to prvih 10 minut za njega šok. Veš, pismo, kaj se pa dogaja? Počak, to pa ni tako, smo mi imeli županovo Micko v osnovni šoli, to pa zdaj malo zdravaj. Uka je rekel, ta si pa upa, ne? Ker stand-up je zmeraj malo po robu. In pač rabijo, da poštekajo pravila, poštekajo formo, ko se pa enkrat odprejo, pa so vsi... No pa, ko si že omenil ta rob, ne? Zdaj ne vem, kako ti na to gledaš, ampak zdaj ali je kaj boljše, ali je še slabše, to bi už ti povedal, ne? Da je humor postal zelo nevaren v smislu tega, da ga hočejo cenzurirati, reducirati. Ne? Da karkoli rečeš, boš nekoga danes užalil. Ali bo je to gej, bo je to lezbike, bo je to temnopolti, bo je to feministke. Ne? In da gre tako daleč, da komik, ki zine kaj narobe, zgubi angažma. Ne vem, pri Oskarjih, vem, da so eni komiki imeli so ekskandni bi voditi Oskarje, ko so mu zamerili neke antisemitske izjave, kaj že bilo. Ne? V glavnem, da humor postaja cenzuriran tudi v glavah komedijantov, ki ne upajo več to, kar bi radi, ker vejo, da bo posledica. Kje smo tu? Amerika je sama po sebi politično korektna. Ne? Tam je dosti teže kot v Evropi. Mislim, da smo mi malo bolj sproščeni, kar se tega tiče. Se ti zdi? Tudi ta meja tega, kaj naj bi bilo žaljivo,
je dosti višja kot v Ameriki. Se ti zdi to, da je Ja. res to? Je. Ha, Imaš pa seveda intelektualce, ne? ja. Za njih je pa vse napad, Dobro. za njih je pa vse želitev. Ne? Ja. Ker pač enostavno ne živijo realnega sveta in pač ne štekajo, da nisi noben nič slabega hotel, ampak si sam naslavljal neko temo, ki jo pač ne moreš nasloviti, če ni končnega naslovnika. Ne? In pač ti se ne moreš izogniti to, da govoriš o neki politični temi, če pač ne napelješ, da grejo te in te skupine ljudi. Ne. Je pa res, da je ogromno komikov pri nas do publike žaljivih. In začenjajo nastope z žalitvijo. Kje je ta meja? Kje je meja? Kaj je žaljivo, kaj pa smešno? To pa je, Vidiš? to je pa prvi vrsti nadutost, ker misli, da če stoji na odru, da je Boga za jajca zgrabo in se postavi nad vse. Ampak to so večinoma mladi fantje, ki še niso, ki jih življenje še ni teplo, ne, jih pa 100% bo zaradi tega. Ker namreč to ni tako enostavno, ne? Najti to mejo, kje boš ti še zabaven, kje boš pa pizda šel predaleč. Kako pa ti to veš? A si kdaj tudi Jaz šel sem sam čez? pri sebi, zato ker Ja. ko delam material, mi je jasno, pisem pa čak, če bi kdo to meni rekel, bi bil užaljen, bi bil pismo. Aha, na ta način gledaš. Tega ne bom rekel. In če naslovim recimo eno politično opcijo, potem se potrudim, da naslovim tudi drugo. Ker nočem biti jaz tisti, ki se postavlja na eno stran. Ja. Jaz sem nevtralen. Me lahko samo prepričaš z dobrimi deli. Ne moreš me prepričati z obljubami. Ne leva, ne desna. Veš, si dobro naredil, čestitke. To slabo, da te ne vidim več. In enostavno moraš pač imeti to mejo, da ko kritiziraš, zelo generalno. Ne? Da ne izpostaviš enega samega, ker tudi nikoli ni en sam kriv. Lahko da ga drugi pri tem podpirajo oziroma ga kurijo, lahko pa, da so zaradi nekih krivic, ki smo jih povzročili, njega pripeljali do tega. Ne. Pa si kdaj doživel, da si rekli, Matjaž, tule ste šli pa malo predaleč, tule ste ga pa vi malo polomili, se ste sam videl, da ste ga polomili. Tega ne. Imeli smo eno situacijo enkrat, ko so me obdolžili, da sem papeža žalil, čeprav Papeža? Kaj si pa rekel? Nič nisem rekel. En gib sem naredil in so rekli, da sem bil iz njegove bolezni, pa se nisem, ker sem sam bil že na toliko bolan, da se tega ne bi privoščil. Je pa to bilo pač za potrebe dnevno politične, takrat so bile evropske volitve in so pač to pograbili in so gonili na puno. Jaz sem pa nastal hrbet, pa sem rešil naročnika pred nekim medijskim linčom. Je pa res, da potem po tistem en lep čas nisem imel vabil strani nekih skupnosti, ki so bile krščansko usmerjene. Čeprav tega nisem nikoli razlagal, nisem hotel izpostavljati, vedel sem, da čas celi vse rane in vem tudi to, da se lahko Slovencem zameriš enkrat, lahko se jim dvakrat, tretjič pa ne več. A do 3 pustijo, pa je pa fertik. Ja, pol si pa zaključil. Pa si preveril že na lastni koži, ali kaj? Pa ne, vidim tudi pri prijateljih, ki so se šli kakšne zgodbe, zelo hitro jih poradirajo. In jih več ne pripustijo. Niti ne naklonijo jim obiska, ne grejo na njihove predstave, ne grejo na njihove koncerte, pač odvisno, s čim se ukvarjaš. Kaj je pa po tvoje najbolj sporno v humorju? S čim je vera, je seks tisti? Kaj je tisti, s čim najbolj lahko užališ ljudi v današnjem času? Mislim, da bi predvsem užalil nekoga, ki ima nek manko, ali to fizični. Dobro, da bi se zdaj direktno na njega spravil, pa kaj pa tako marginalno, mislim, v celoti gledano, s katero temo boš najprej užalil, moraš biti najbolj pazljiv, mogoče na svet za stand-up komike, ki morajo vseeno malo inteligence vklopiti, pri kateri temi. Jaz mislim, da predvsem pri teh moško-ženskih zadevah. Malo kdo se zaveda, da ko se ti z tega hecaš, da lahko to ali ženske ali moški vzamejo zelo slabo. Sam je to tvoj problem ali njihov?
To je prvi meri itak njihov problem, ker ti nisi imel tega namena, da bi koga žalil. Vse to, ne? Ampak vseeno je pa prav, da že prej razmisliš, kaj bi lahko koga privedlo v kako situacijo, v stres ali pa celo v neko žalost. In se praviš temu izogniti, ne? Oziroma to isto stvar zapakiraš malo drugače. Malo drugače, ker včasih je en zlog ključen, ne? Do roba, ne? Pa je še zmerno sprejemljivo, če bi ga pa izgovoril do konca, pa bi že šel vprek. Kaj pa kletvice? Kak pa na to gledaš v nastopu? Je to fajn, ni fajn, jih je preveč? Kletvice sploh niso potrebne. Kletvice niso potrebne. Ti ne preklinjaš v teh? Ne. Se nič ne povedo. Vse to isto kot medmet. Lahko pa tudi s faco izraziš. No, ker temnopolti komiki so znani, ampak znajo, se mi zdi to zabavno zapakirati. Ne? Zdaj, ali misliš, pri njih je to del kulture. Ja, se to mislim. Pri njih v Ameriki na ulici, vsi ti gengi, ne, oni pač imajo to svojo govorico, ki je pač to je že tako zverzirano, da so že tudi ostale skupine to vzele kot neko njihovo prepoznavnost, neko normalnost. Jaz pa mislim, da v Sloveniji potrebe po kletvicah res ni. Sam večina jih ima kletvice. Ja, ampak to so mašila. To so mašila, ki se ti ne dopade to. Če ti nimaš kaj zapovedati, pač začneš preklinjati, ne? Ali pa začneš ponavljati neke stavke, ali pa ne vem, na odru skakati, pa se dreti, juhu. Mislim, kaj bo s tem, kaj si s tem povedal? Nič, ne? Ker jaz gledam, recimo sebe, gledam, ko sem imel roast, letos marca, ko so razni takšni in drugačni Slovenci in komiki si me privošli, pa sem pa na koncu, da smo v Celjskem domu naredili v Celju, na koncu jaz odgovoril, razumeš, in šov voditi, prireditev voditi je eno, stand-up je nekaj čisto drugega. Ne? Ampak to moraš doživeti, da veš, kako je to zajebano. Ne? Jaz lahko glasen pa pameten, ta je kurac, ni dober, ampak ko pa ti enkrat si na odru, ne? Pa ko moraš što se govoriti, ne? Pa tudi če si jih prej zvadil na tesni publiki, bo padlo mimo. Ko sem jaz videl to, ko sem jaz ostal gor, ne, razumeš, pa ko sem rekel pač štosov, res da po 4 urah je bilo, ker smo predolgo vlekli, takrat je bilo nevelično, da so bili vsi vsega, ampak videl sem, da je nekaj štosov padlo mimo. Sem rekel, fuck, pa zdaj, ne. In sem se pol ampak zato sem te vprašal prej, ne, če te zmede to, da vidiš, da nekaj pade mimo, pa dobro, ti nimaš 4-urne predstave, ne. Tukaj so ljudje res čakali, ampak videl sem takrat, pa jaz sem se skozi zavedal, da stand-up je umetnost. Mogoče sem bil nekoč kot malo bolj mlad, preveč pameten, pa kritičen glede tega, ker sem bil fan ameriških temnopoltih komikov, ne. Ampak ko ti to sam probaš, ko vidiš, moraš biti 2 ure ali pa uro pa bo na odru zabaven in streljati te štose ven, je kapo dol, ne. Ja, vsaka publika je organizem zase, ne. In tudi po pokrajinah drugače reagirajo. Vidiš, bravo. Vse to je isto, kot da je šel delati mednarodno predstavo. Vsi Danci se ne smijo istim stvarem, kot so Japonci. Tudi Balkanci se ne smijo istemu, kar se smijo Amerikanci. Ne? Ja. To so pač neke lokalne posebnosti. Pri nas je pač to na neko bolj mikrookolje, ampak spet Primorci reagirajo drugače kot Notranjci, Notranjci reagirajo drugače kot Dolenjci, Dolenjci drugače kot Prekmurci. In ni enoznačne publike. Ne? Vsaka predstava se štarta iz nule. Znova. Pa ne vem, ta recimo Easy je bil tudi na Primorskem popularen, pa v Ljubljani, ali je bil na Štajerskem. No, viš, to sem tega to reči. Mislim, jaz imam to srečo nekako, da me cela Slovenija nekako sprejema. Kak je pa tebi to ratalo? Ne vem, si pravim, verjetno s tem. Se vprašal, da je to, ker to pa ni enostavno, ne? Absolutno, da ne. Jaz poznam ogromno dobrih igralcev, tudi komikov, ki imajo pa po nekih področjih, imajo neke svoje fan klube, rečemo temu, ko pridejo pa izven nekih je pa problem, ne? Nekih regionalnih mej, pa jih noben ne pride gledati, oziroma se noben njihov štosno ne smi. Ne vem, jaz pač mislim, da pa ti moraš vedeti, ne? Jaz sem že 30 let po celi Sloveniji. Ne? Ja. Jaz grem vsako vas, jaz grem tudi gasilski dom, če treba. Veš, meni to, zame je oder. Ne? Jaz ne rabim Cankarjev dom, da bi prezentiral moje misli pa moje zgodbe. Jaz rabim oni 3x4 metre,
luč mi dajte, pa vam naredim predstavo. In je vseeno kje. Ne? Imam pa posodno enak spoštljiv odnos. Do skirke publike. Ja. In to že 30 let potujem po celi Sloveniji, vsemi temi predstavami, zmeraj sem že včasih v kino, včasih na televiziji, včasih na radio in se skozi pojavljam nekako in se jim zasidral sem se jim podzavest in še danes, ko gremo okrog, mislim, ljudje prihajajo. Lej, ti moraš vedeti nekaj, da ljudje imajo tebe izjemno radi, ne? Se to tudi sam verjetno veš, ne? Ampak ne vem, če veš, kako zelo te imajo radi. Ne? Jaz ti rekel iskreno, jaz ne poznam nobenega človeka, ko bi ga vprašal, pa da bi rekel, Matjaž Šašnik je pa budala, on ne gre pa na kurac, on je pa nula, on je pa brez veze, on je pa zen kurac. Jaz nobenega ne poznam, ki bi to rekel. Jaz mislim, da jih poznaš kaj? Ja, mogoče, ko se ti fauš, zato. Ne, ti moraš vedeti, da ti več vzrokov je. Prvi je ta, eni so ti fauš, drugim se zameriš zato, ker delaš. Tretjim se zameriš zato, ker si uspešen na različnih področjih. Enim se zameriš zato, ker so bili včasih tvoji sodelavci, pa si jih odpikal, ker pač niso zadovoljevali tvojih kriterijev. Spet nekaterim se zameriš zaradi tega, ker si rečejo pismo, kako si pa tega spomnil, pismo jaz pa ne, pa so ti že spet fauš. Tako da, jaz se zavedam od svojega samega začetka, da pri teatru je blazno pomembno to, da so trije zadovoljni. Mora biti zadovoljna publika, moraš biti zadovoljen ti kot nastopajoči in mora biti zadovoljen organizator in potem se bo krog ponovil, ko boš prišel z novo predstavo, ker te bo z veseljem pričakali. Druga zadeva, ki pa je pa ta, da moraš skozi iskreno nagovarjati ljudi in skozi moraš nekaj novega prenašati. Da ti reproduciraš eno in isto zgodbo, mislim, kdo bo to 4-krat gledal? Ne bo, ne. Ti moraš zmerno znova prenesti nekaj novega. Jaz se pač trudim, da zmerno, ko grem z novo stvarjo ven, da je drugačna. No in te predstave, recimo tvoje, zdaj, ki so bile zelo uspešne, recimo, koliko časa pripravljaš enega takega vraga? Zelo hitro, recimo napišem jo v 2 do 3 dnevih. Celo? Ja. Je pa res, da jaz to verjetno nosim v glavi že dolgo časa. Že prej. To so pač neke zgodbe, ki so se mi v življenju zgodile in potem nekako sestavljam, naredim neko ogrodje in na to ogrodje jih obešam, postavim dramaturški lok in to je to. So pa te, mislim, zgleda, da so vse stvari, ki jih počnem, imajo v sebi nekaj, kar je ljudem všečno. Zaradi tega imam tudi, recimo s predstavami, imam neverjetno število ponovitev, jaz delam, od 300 do 500 ponovitev. Iste predstave? Ja, moj rekord je 762. Kjera je to bilo? Striptease? Od Boga poslanc. Striptease ima zdaj približno 640. Zdaj je ta zadnja visoka napetost, enem letu smo jih odigrala preko 100. Zdaj se to nadaljuje. Tako da pač imam neko formulo in še zmeraj toliko sem med ljudmi, da vem, kaj je ljudem všeč. In znam narediti všečno, privlačno zadevo, ki je energetsko in dinamično toliko močna in toliko zanimiva, da vleče. Ampak po mojem ni nobena teh predstav, če imaš 600 ponovitev, ni bila ista. Ne sme biti, ne sme biti, ker tako sem prej rekel, vsaka publika zase je svoj organizem. Se kar sproti začne zmišljati, verjetno pol stvari. Tudi kdaj. Pa predvsem seveda, ti jih moraš psihološko prečitati. Veš, ker jaz imam dosti interaktivne predstave in moraš vedeti, na koga boš tangiral v publiki, na koga se boš obrnil. Tako da, pač imam to nekaj v sebi, imam neko iskro, ki dajmo temu reči, da mi pač omogoča ta nek iskren, nek divji stik s publikom. Ampak jaz pa predstavljam ti igralca, ki pa ima naučeno predstavo, kjer pa ti ne moreš improvizirati, ker imaš ti nek klasičen tekst, če ne druga zaradi soigralcev ne moreš, ker bi se oni zaradi tvoje norosti izgubili, čeprav si ti mogoče mojster tega. Kako pa to recimo ti rata, da se pa ne naveličaš, Da rečeš, pa čakaj, imamo zdaj 300 tič igrati Hamleta v enem letu, ker se mi bo utrgal, če mi že enkrat rekel biti postrela, vas bom pizda. Ene stvari se počnejo za dušo, ene pa za denar. Za denar. In temu se pač reče služba. Pizdarija. To, kar jaz počnem, še zmerom temu rečem hobi, ker se imam fajn. Ti uživaš, ko greš gor, uživaš. Absolutno.
So pa tudi v kakem teatru, Ja. si pa v službi. Ne? Pa ti Pač ne gre na to- živce, da ne moreš improvizirati. Ja, pač vzameš kot služba. Ne? Saj, če imaš srečo, imaš v predstavi Godniča kot soigralca, Ja. ki pa tudi blazno rad improvizira Okej, in po svoje gre norost po svoje. Ne, tako da, blazno odvisno je, s kom si na odru, Ja. s kako ekipo si deliš neko idejo. Tako da, nikoli ni vse odvisno samo od tebe. Ne. Zdaj mi pa to povej, ne? Recimo, zdaj takle, ko naj jo ljudje gledajo, ne? Dobiš daj kakšen feedback nazaj, pa pizda smo pričakovali, da se boš bolj zajebaval, da boš easy, da boš naš, da boš se hecel, ti si pa tako resen govoril, pa nastopil resno. So ljudje presenečeni mogoče, da nisi, veš, ko si zobozdravnik, daj poglej mi malo zobe, Ja. ne? Si kitarist, daj nekaj mi zaigraj, ne? Je to neke vrste obremenitev ali ti je vse? Ti si tak, kakor želiš biti, ali čakaj, zdaj se bomo morali malo pohecati, ker bi rekli, kurva, kaj je s tem javšnikom, kaj je ta krato. Kak je s tem? Ne, Kot komedijant, ne? jaz sem resna oseba, privatna. Jaz s tem nimam problemov. Če ljudje pričakujejo, da bom vice govoril, sorry, ne. Veš, nisem v službi, dan sem tu privat in enostavno se ne pustim motiti. Dogajalo se mi že to, da sem bil s familijo na kosilo pa na večerji, pa mi sredi restauracije prišel kdo k mizi, da pove en vic. Stari moj, kaj naj ti rečem, lep si pismo. Ja. Evo ti vic. Mislim, a ne vidiš, Ja. z otroci sem, z ženo sem pismo. Mislim, kaj ti pade na pamet, ne? Veš, a jaz prijem k tebi zaradi tega, ker vem, da avte prodajaš sredi večerje, pa ti stari, a imaš kaj za, ne vem, 18 evrov. Ne gre, mislim. Ampak je to sitno po eni strani malo. Seveda je. To pa te je malo, ne? Seveda imaš momente, ne? Ampak moraš pa vedeti, da so ti momenti blazno redki pri nas. Ne? Pri nas je večina teh momentov je pozitivnih. Ljudje pridejo z namenom, ker te imajo radi, ker si jim simpatičen, ker si jim, ne vem, ljub. In te na tak način tu z neko dobro vibro tudi ogovorijo, te prosijo za kaj. Zelo malo krat se pa zgodi, da prije kdo nasikan, pa pameten. Ja. Pa si vedno vzameš čas za te oboževalce, te, ki te imajo radi, ali ti gre kdaj na živce, pa rečeš pa jo, pa te njec. Včasih si v neki situaciji, ko se ti blazno bodi, pa bi moral naprej, pa sem preden bi ti njem to razložil, že tudi 5 stavkov z njimi spregovoriš. Tako pač si vzameš tisto, se reče, ok, pač. Ker jaz sem, se mi je dopadlo, to sem že parkrat veril, bom tu še enkrat veril, ker mi je dobra zgodba. No. Z tega sem se naučil, da dejansko si moraš vzeti čas za ljudi, ki te imajo zelo radi, ker jim to res ogromno pomeni. Ne? In se spomnim enkrat pred leti, davnimi, ko sem hotel imeti intervju z Drajatom Šerbedžijo, je bilo vse dogovorjeno in zmenjeno. In potem je on imel z glasom neke težave, ampak nastop je vseeno imel, ne? In tako da ne more. Ne? Rekel, pa kako ne moreš, če jaz sem se res pripravil, jaz sem si napisal pizda 5 strani nekih stvari, ne mogu, pa kako ne možeš, če... Ja. In me je odfukal, po domače rečeno. Ampak ta isti Rade Šerbedžija je na enem filmskem festivalu hotel do Pacina, pa mu je Pacino rekel, evo, ne? In sem se naučil, pizda, vzami si čas za ljudi, ki spoštujejo to, kar delaš. Tak je ta moja mantra, bom rekel, in tega se tudi sam držim, ker vem, ti možeš mišljati, ta bi z neki težil. Pizda, ti si njemu, ko je meni Michael Jackson, ti razumeš. Ja, ampak ti moraš vedeti, da vse veš, kako pravijo, imajo organe iz manj kapital. In Rade Šerbedžija, če je imel koncert, pa je čutil na glasu, da ni vrel. Takrat mi je srce zelo. Mogoče imel koncert tudi naslednji dan. Možno. In če bi šel še s tabo, bi se pogovor, bi se lahko zaklal. Takrat sem tak bil res, to je 20 let nazaj, mora biti tak se mi je zdelo. Recimo, meni se je to zgodilo ravno pri tem dokumentarcu v Štuku, ko sem pil. Jaz sem imel vročino 39. In to je bila edina varianta, tiste mesto sem šel mimo Maribora, ker sem šel v Šentilj na predstavo. In predstavo jaz ne odpovedujem. Moram, ne vem, če sem jaz zgodilo v 35 letih 2 ali pa 3-krat, da sem odpovedal. Enkrat, to se je zgodilo takrat, sem šel snemati ta dokumentarc z 39 vročine, bil sem že čist ladil, čist hripal in potem odigral še predstavo in zvečer, ko sem se peljal domov, mi je zmanjkalo glasu. In naslednji dan sem mogel odpovedati, ker enostavno nisem imel glasu. Enkrat sem imel prometno nesrečo, enkrat smo pa imeli, enkrat pa je soigralec se tako poškodoval, da pač ni bilo možno speljati zadeve.
Jaz sem igral na dan, ko mi je mama umrla. Ker pač publike to ne zanima. Publika je plačala, sploh če so neki abonmaji pa to. In njih ne zanima, kako se ti počutiš tisti dan, kaj se tebi dogaja. To je hardcore preklop. To je hardcore preklop, ampak tu smo, to je naše poslanstvo in pač to je del tega posla. Dokler jaz se spomnim sebe pred leti, če smem, ne, me je jebalo, neka anksioznost, ali kaj me je jebalo, mi je oče umrl, pa na prometno nesrečo sem imel, pa za eno punco sem se rešil v roku 2 mesecev, je to bilo. Ampak takrat sem vodil ene kvize, veš, na televiziji, pa sem mogel biti nasmejan, pa naspidiran, da sem pa umrl, pizda. Ja. Ampak, ko je bilo konc, sem bil že tak bled, da so se bal, da skupaj padel tam. Ja. Ampak sem rekel, pizda, ne morem, vem pa, kako je, ko moraš ti iti na oder, pa če te pričakujejo showtime, ti si pa noter, bi pa pizda kričal. Po drugi strani si pa rečeš, pizda, zakaj ne bi folku ti rekel? Nas pa ne bom tako nor, ker nisem v pravi formi, dajte me razumeti. Pizda, ne bi mogel, bi rekli, da jebi se, pizda, kva nam težiš. Mislim, ne vem, kakva je bila reakcija, tega še nikoli nisem probal. Ampak meni se zdi, iz nekega spoštovanja do publike, kot sem že prej parkrat rekel, si tega ne bi smel privoščiti. Pa boš, da ne greš na predstavo. Absolutno, ti moraš iti čez sebe in čez vse svoje probleme. Jaz tako gledam. Ker enostavno oni niso prišli zaradi tega, da bi s tabo imeli uro psihoanalize, ampak so prišli zaradi neke predstave in to pač od tebe pričakujejo neke druge stvari. Tako da mislim, razumeš sam sebe, razumeš pa tudi njih, ne, in moraš pa najti ta nek kompromis med tem, da zadovoljiš njih in da ne greš, da ne pohodiš sebe čez do konca. Ker jaz se spomnim, s tem se rad pohvalim. Ko smo en spot snemali, ko so me najeli, pa sem vedel, da ne smem odpovedati, ker bi zajebil celo ekipo, sem pa celo jutro kozlal. Ne vem, kaj se je zgodilo z mano in sem kozlal tudi na spotu in med spotom in vse. In oni so lovili momente med mojim kozlanjem in so me pudrali in mazali. Ko je bila kamera, jaz sem se obnašal, kot da sem najboljši. Ko je bilo konc, kozlal. In pa so dali to v tis, veš, prav v knjigo, evo, ni izgovorov, če si res vredo, boš to naredil. Jaz sem to en kratki film študentski snimal na tak način, ker imel sem zastrupitev s hrano in isto. Ko nisem bruhal, sem snimal, dobesedno. Imel sem premiero Obutega mačka, na katerem sem igral isto. Zastrupitev z nekimi morskimi sadeži, sem se zastrupil. Ampak pač to je enostavno, tam v publiki to nobenega ne zanima. Kak si pa z odra pol dol hodil kozlat? Ne, si tam med predstavo nisem kozlal, ampak sem bil tako švoh, ker ta predstava je blazno fizično naporna, da sem komaj zdržal. Prav dobesedno zadnje atome, vem, da sem se po predstavi sam v garderobi, sem se sam vlegel. Konc, mislim. No in če smo že, Matjaž, pri tem tvojem zdravju, pizdarja, to moramo se tega dotakniti. Tu vem, da si imel pa zelo zajebane zgodbe in da si se pa tudi pobral. Upam, da v celoti ali ne, to mi boš zdaj povedal. Kaj pravzaprav se tebi pripetilo, da si iz tistega Matjaža, ki smo takrat poznali, ki je pregoreval od energije, ki bi ga lahko povozil vlak, pa bi še on vedno kričal, pa norel, da si pa ugotovil, da smo vsi minljivi, da lahko gremo pa vsi v kurac. Ni to, da bi jaz to zdaj ugotovil. Jaz to vem od rojstva. Jaz sem imel do prvega razreda 13-krat situacijo, ko so zdravniki mami rekli molte. Ker druge ni. Že kot mulček? Ja, jaz sem v bistvu borc od otroštva, od samega rojstva naprej. Tokrat sem smrti gledal v oči, da mi je to popolnoma normalna stvar. Kaj pa je bilo? Kaj je bilo s teboj? Jaz sem tukaj kronično astmo, da sem v bistvu umiral zaradi zraka. Ampak pač to ti rata nekako normalno, in jaz same smrti se ne bojim. Tudi verjamem, da po smrti se vrnemo v neki drugi obliki, za ne vem v kaki, ali v drugi frekvenci, ali v drugi neki varianti pač, ali energiji, ali kakorkoli že. In s tem nimam nobenega problema, s temi prehodi. Nič me ni strah, v življenju sem toliko stvari doživel, da pač jutri umrem, da je v redu. Edino, kar mi je to, da imam 2 otroka in še nisem čisto do konca poskrbel za njih, me še rabta.
In rad bi pač živel toliko cajta, da bosta popolnoma samostojna, oziroma rad bi pogoljufal še malo več in bi doživel to, da doživim vnuka. To mi je nek moj cilj osnovni. Ne to, kaj vse še v življenju naredil, pa kjeri projekti me še čakajo, ampak to, da doživim vnuka. Koliko imaš stare otroke? 15 pa 18. Kaj so to fantje, punce? Fant pa punca. Kje je punce 18? Punca je starejša. Aha. Ampak ker v tem filmu Sedmi pečat je Max von Sydow je igral šah z smrtjo. Veš, ne? Ja, torej se da zavleči. Smrt se da zmerom ogoljufati. Ja. Vsakega se da ogoljufati. Tudi smrt lahko ogoljufa nas. Vprašanje je sam pač s kakim odnosom vstopaš v to neko igro, življenje, smrt in kaj zate pomeni življenje in kaj zate pomeni smrt. Pri meni sta nekako enakovredna. Je pa res, da tisti, ki imajo izkušnje s smrtjo, nam te izkušnje ne morejo posredovati, tako da ne vemo čisto točno, kaj se bo zgodilo. No, eni so nazaj prišli malo, da so neko svetlobo videli, ko so za nekaj sekund umrli. Tudi jaz sem jo videl in sem bil v tem lebdečem stanju in v nekih pastelnih barvah in ne vem kaj. Ampak jaz mislim, da meni sta k življenju vrnila otroka. Ker se prav spomnim, da sem en sekunde sem se rekel, počakaj malo, kam pa greš, otroke imaš. In potem mi je žena povedala, da sta me otroka klicala. Žal sta bila prisotna pri tej situaciji. Počekaj, tebe kap je zadela? Meni je srčna kap. Ja. In sta bila prisotna in če mi je kaj žal, pri tej kapi je to, da sta to doživela in da pač se jim ima povzročiti te travme. In kaj si res slišal zvok, ki te vleče nazaj, da še ni cajt? Tako prav se spomnim, da sem si rekel, ok, to grem, ker sem že tako lebdeč in ne vem kaj. In potem sem si rekel, pismo, kam greš, otroka imaš, ne moreš iti. In potem je verjetno res bilo to, da sta me dva klicala in me je to priklicala nazaj, verjetno. Potem sem imel pa po operaciji, sem imel pa zaplet, ker so mi brizgali tekočino za slikanje žil in so mi... Ta kontrast, ali kva? Ja, in je bila reakcija, da so mi odpovedala jetra in ledvica. In to je v bistvu me orang podrlo. Zgubil sem kar nekaj kilogramov, zaenkrat še ne morem nazaj na željeno težo. Pa bi rad se zredil? Absolutno bi se rad. Ampak pač telo še ni pripravljeno, še zmeraj me ščiti pred tujki, da ne bi prizadelo vitalnih organov. V celice mi prepušča toliko energije, koliko rabim, da normalno funkcioniram. Še zmeraj lahko odigram 2-3 predstave. Tako da energetsko sem v redu. Nisem še pa pri mišični masi in pri neki telesni teži, ki bi si jo želel, pa še nisem tam, kjer bi rad bil. Pa mislim, boš? Verjetno bom, ne. Verjetno bom slejko prej, ne. Vsem stvarem je treba dati cajt, tudi telesu je treba dati čas, pa ga poslušati, ne moreš ga prisiliti, pa pretiravati. Jaz mislim, da moje telo samo zase najboljš ve, kaj je prav in kdaj je pravi čas. Kaj pa te očitki, ne vem, kakšnih tvojih prijateljev? Matjaž, daj malo langsam, ne nori, imel si kap, imel si to, a ti predstava, una, druga, tretja, peta, šesta. Kako na to gledaš? Je to pametno, ni pametno, te to poživlja, bi brez tega umrl? Kje smo tu? Ja, absolutno. Jaz sem bil doma, ko sem iz bolnice, ker jaz sem prosil, če me spustijo z bolnice, ker pač mi je jasno, da bolnici ti rešujejo življenje, zdravi se pa doma, v bolnici se ne zdraviš. In sem šel domov in ko sem ležal tam 3-4 dni, jaz mislim, da bom umrl od okceta. Jaz mislim, da me bo konc, da me bo pa možganska kap. Ker mi je bila res muka, ležati in v bistvu mirovati. To mi je bilo, neverjetno. Mislim, tega občutka nikoli v lifeu nisem poznal in mi je bilo res duhomorno, tako da bi rajš umrl, ko pa v takem stanju zdrževal neko daljše obdobje. Zato sem zelo hitro se tudi prisilil, da začnem neke stvari početi, čeprav v nekih manjših oblikah, krajših oblikah, ampak sam to, da sem imel
nek poriv. Ne. Mislim, da jaz sem pač narejen za to, da sem navit na maksimalne obrate. Sem pa seveda, prva stvar je bila ta, da sem en film zavrnil, celovečerni, pa eno serijo, ker pač to so pač najbolj stvari, ki najbolj obremenijo. Ne. Da si imaš neko regulacijo vseeno. Ja, takrat sem si jo mogel postaviti, ne, ker je telo bilo tudi toliko švoh, da ne bi tega zdržal, ne, ker film 30 dni pa 45 dni snemati, ni hec, ne, cele dneve. Serija lahko tudi, ne vem, 150 pa več snemalnih dni na leto, ne. In to greš o 4:30 zjutraj od doma, snemaš do 7-8 zvečer, pol če nimaš predstave, prideš domov ob 10, če imaš predstavo, prideš domov ob polnoči 1 zjutraj in to v kosu, ne vem, par mesecev, ne. To so res veliki napori. Pol moraš vedeti, da tam je catering na snemanju, ne. To je hrana, ki je tako zelo vprašljiva ponovadi, ne. Industrijska, z ogromno temi umetnimi dodatki, kar spet ni dobro, ne. Tako da to sem takrat odklonil, vzel sem si neke manjše forme za delati, pa neke stvari, ki so me v tistem trenutku najbolj veselile. Se zadnje tudi denar rabiš, ne? Če ne delaš, ni denarja. Absolutno, ne. To je pa res meč pizda, ne? Jaz sem pač zaposlen pri sebi na firmi, in če ne produciram, pač ni ne denarja, ne bolniške, ne nič, ne. Tega si tudi tega človek ne more privoščiti, ne. Lahko živiš od nekih prihrankov, ne, ampak z 2 odraščajočima otrokoma ti prihranki ne morejo trajati v nedogled. Nekaj, gledaj, to sem zato omenil, da recimo Jernej Šugman naš, ne, je tudi, ker nenadoma vem, da ga je kapo, on je tudi ogromno delal, ne. Pa ne vem, Sašo Hribar, recimo, ne, a veš, ne, zdaj mi ne poznamo mogoče zdravstvenih težav, ki so bile prisotne, pa nismo vedeli za njih, to ne vem, ker ne poznam zgodb, ampak ko to udari ven, fuck, ne, pa zakaj ni malo bolj se umiril, zakaj ni to, ne. Zato sem bi to omenil, ne, da ga ne seri preveč, kljub temu, da bi ga rad, ne. Zato to hočem reči, ne. Da še kak podcast posnajamo čez 10 let, mogoče, da vidimo, kaj se je zgodilo. Ja, imaš pod kontrolo to, mislim. Ja, imam pod kontrolo, tudi ne grem več, ne grem povsod, ne grem vedno. Pač sam si odrejam cajt, pa sam si odrejam, koliko bom delal, kaj bom delal, s kom bom delal. Tako da hudega mi ni kljub temu dogodku. No. Plani za naprej, te kratkoročni najprej, kaj imaš zdaj, ki bomo zdaj, ki te vidimo, kaj pripravljaš, dobro, ta visoka napetost je zdaj še vedno v obtoku, ampak še kaj za tem sledi. Dobro, omenil si film, da imaš željo, da bi še enkrat posnel, ne? To lotil sem tudi spet enega malo večjega projekta, za katerega pa v tem trenutku malo prehitro govoriti. Zdaj je najbolj aktualno, za me največ firme kličejo, ker so ti zaključki leta. Tega imaš veliko teh privatnih? Tega je ogromno. Tam si kaj, si javšnik, si easy, kaj si, mešanca? Stand-up. Stand-up, aha. To me zdaj ogromno kličejo. Ogromno manj popraševanja z mojo ekipo, produkcijsko, to verjetno malo ljudi ve. Mi delamo ogromno reklam, tako za velike firme kot manjša podjetja, tudi za občine, kakšne promo zadeve. Delamo pa vse od TV reklam, industrijskih filmov, intervju, dokumentarcev, kratke filme, vse delamo. V zadnjih 10 letih smo posneli več kot 100 reklam, tudi v tujini. Smo blazno agilni, mala ekipa smo, tudi od zunaj študirani, tako da imam nek svež veter. In pa proti agencijam, primerljivo z njimi smo tudi do pol cenejši. Tako da nas imajo blazno radi, poskrbimo pa za vse, od ideje do izdelka na ključ, tako da sam naročnik nima nobenega problema, ne. Sam pove želje in kaj bi rad prodal, mi pa to zapakiramo v obliko, ki je za potencialne kupce zanimiva. Kaj pa ne vem, ko si doma, ne, ko ti ni treba nič delati, ne? Kaj takrat najraje si? V temi noter? Bereš? Kaj bereš? Kaj Dostojevskega? Vse berem. Jaz berem vse. Jaz berem šund. Tudi šund, mislim redko, ampak ga tudi preberem. Ko nimam druge knjige po roki, tudi šund preberem. Absolutno, zakaj pa ne. Berem pa vse, od zgodovinskih, avtobiografij, berem vohunske,
o naravi, ne vem, meni so ljube knjige, ne vem, življenje dreves ali pa spolno življenje rastlin. To so blazno lepe in koristne stvari za vedeti in za razumevati okolje okoli tebe. In kaj si se naučil, če te zmotim s tem spolno življenje rastlin? Kaj si se naučil z tega? Ja, naučil sem se v tem, da smo ljudje kot spolna bitja blazno dolgočasni glede možnih oblik spolnosti. Ja, ne, zdaj vse v isti koš devati, ne. Vse ne deve v isti koš, ne. Lej, tudi ti si ne moreš... Ne dosegam rastlin. Ne dosegaš, tudi ti se ne moreš tako vprašiti, kot rasline. Ok. Mislim, vse preberem. Tudi te klasično literaturo rad preberam, te svetovne klasike, Nobelovce, tudi te naše, ki dobijo Kresnika ali pa kakšne take nagrade rad preberem. Tudi poezijo blazno rad berem. Skratka, berem vse. Ti kaj pa otroci tvoji, recimo, ne, tak hčerka in sin, sta imela kaj tega težav, da je bil ata slavn, ali me je to koristilo? Te težave imajo vsi otroci, katerih starši so se pojavili 2-krat na televiziji. Ne samo od nekoga, ki je že 35 let prisoten. Absolutno, da imajo težave. Ne. Žlehtnoba in favšija v Sloveniji gori. Žal sta to mogla dati skozi, ampak po drugi strani jih to ojača. To jih naredi borce, to jih naredi samo svoje, ponosne. Zavedajo se, kdo so, kaj so, ne pustijo se komandirati, peljati žene čez vodo. In kar se tega tiče, mislim, da sta odnesla dolgoročno za samo življenje, sta odnesla več dobrega kot slabega. Super. Je pa seveda to v nekem obdobju, ko ti odraščaš, blazno breme in blazno težko to sprejemati. Da te nekdo, dajmo temu reči, ima po domače rečeno, jebe v glavo zaradi tega, ker je tvoj foter nekdo, ki pač nekaj dela in ljudje vejo. Zakaj mislim, to ne razumem, zakaj pa ne bi to pozitivno gledali te bedaki, če rečem tako, zakaj bi na slab način to naredili? Tebi, recimo. Ker na ta način zdravi svoj kompleks. Ja, ti si vsem ljudski človek, ne? Zakaj bi grdo naredili? Ne? Kaj ta tvoj foter, ne bi bil nek preseranski maneken, bi razumel, da bo jebal otroke. Ne? Ja, pa ti nisi to, ne? Je že to preveč. Dovolj to, da si sploh znan. Oziroma, jaz sem povedal primer iz moje vasi. Ko sem dobil prvo vlogo na televiziji, sem bil največja možna faca. Ko sem dobil drugo, so rekli, stari moj, the best. Ko sem dobil tretje, bilo ono, počakaj malo, zdaj misli, kar skozi to delati. Ko sem dobil četrto, so rekli, pismo, kaj se pa gre, kaj pa misli, da je. Počakaj malo, to je moj poklic, to je moje delo. Ne, to je isto, ko ne vem, če si ti kirurg, pa bi ti jaz pa četrtem pacientu rekel, ko se pa greš ti. Zakaj si ga rešil spet? Normalno, kaj je. Pač eni ljudje to razumevajo po svoje, ampak nimam jaz s tem problemov. Jaz živim svoje življenje, živim življenje za moje najbližje in vse ostalo me pod besto. Te kdaj kaj prizadela, kakšna kritika, kakšen zloben komentar, kaj takega, da si rekel, pa pizno materno, tukaj pa ne morem biti tih, to se pa moramo glasiti. Prav prizadela, da bi rekel, da bi zaradi tega ne mogel spati, pa da bi bil užaljen, to ne. Sem si pa večkrat sam pri sebi mislil, kako lahko ta ocenjuje neko stvar, ki nikoli v življenju ni probal. Nikoli ni stal na odru, nikoli ni posnel 2 metra filma, nikoli ni napisal teksta. Kako si lahko drzne postavljati neke trditve, ne da bi vedel, o čem v resnici sploh govori. To te je razjezilo? Ne toliko razjezilo, kot se mi je zdelo, nekako ni pravično, da se loteva stvari, ki jih v resnici ne poznaš. Ne? In ob tem celo misliš, da si huda faca in iber intelektualc. Ne? To so v bistvu ljudje, ki
Ampak zmeraj isto, ne, zdravijo komplekse. Ljudje zdravijo komplekse in pri tem ne pomislijo, da bi lahko celo koga prizadeli. Poznam pa osebe iz gledališča, ki so bili osebno tako prizadeti, da jih je to spremljalo še ne vem, po mesec, dva. In so nehali verjeti vase, v to, kar počnejo. To je zajebano, ne? Absolutno. Mislim, tudi po ta podcast bo verjetno komentarjev od spoda milijon negativnih, ker pač to je slovenska folklora. Ne? In zdaj, če se to lahko dotakne, ne? Če ti pustiš, da to prije do tebe, ne? Te lahko močno omaja oziroma zamaja tvoje samozaupanje, svojo zavest o sebi. Če smem skočiti, no? Problem je recimo, da se oglasi, ne vem, 100 ljudi, ne? Ki so vsi proti, ne? Pa imaš ti v glavi, da je 2 milijona ljudi zdaj proti, ker samo teh 100 si prebral, oni so pa drugi tih, ne? Absolutno. In zato se pa verjetno to zgodi. Ampak to je samo 100, nič več. Če nisi ti samozavesten, če nimaš ti tega sidra, da veš, kaj počneš in zakaj počneš, te lahko to blazno zamaja, ne? In nekoga tudi podre. Ne? Tako da jaz mislim, da je to šlo pri nas kar predaleč, ne? Ker vidim, kolikrat se kdo potoži in je užaljen in je žalosten in je nesrečen zaradi teh stvari. Ne? In rečem, pa kaj sploh bereš pismo? Kaj sploh bereš? Mislim, ali ti veš, koliko si vložil truda v nek projekt in ali si 100%, da si dal najboljš, kar si lahko. Ja, tudi če ni ratalo, tako kot bi rad, ti si se potrudil do maksimuma. Ne? Vsi imamo menedžerje podjetij, ki podjetja zavozijo, pa jim nobene zameri, pa noben kazensko ne odgovarja, pa nič. Ne? Zakaj bi pa morali mi, ki smo kreativci in neki medijski ustvarjalci, zakaj pa mi mogli biti vedno vsem 100% in najboljši? Ne? Pač včasih se planeti ne poklopijo, včasih ekipa ni tista ta prava in ne more biti 100% rezultata. Tudi zaradi tega jaz najraje delam sam, ker sam nosim vse zasluge in vso krivdo. Pošteno. Matjaž, da te vprašam to, kar vprašam vse svoje goste, ne? Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Jokal sem nazadnje včeraj. Včeraj, ko si čul, da moraš sem priti. Ne. To vem že en teden, pred zadnje, en teden. Ja, okay. Ne, jokal sem, ker tako, meni pravijo moji doma, da se jočem, tudi če gledam reklamo za pralni prašek, meni zelo hitro se stvari dotaknejo in me tudi ni sram pokazati tega in se zjokati. Včeraj sem se zjokal, ker sem prišel domov in je hčerka zavijala ene škatle in kaj pa imaš to? In je rekla, da pač se je odločila, da je šla na banko, dvignila štipendijo in da bo obdarovala 3 starejše ljudi, ki so brez svojcev in jim je pripravila neke darilne pakete. In tako se mi zdelo tako lepo, da so mi pač solze pobegle. No. Tako da, take stvari, ne. Tudi, ne vem, jaz sem celo življenje sem dobrodelen, tega nikoli ne obešam na nek na velik zvon, nikoli o tem v medijih ne govorim, se niti ne kažem, niti nočem, da v večini primerov sploh nočem, da povejo, kdo je odzadaj za projektom, pa kdo je dal. In tudi mojim otrokom to ne razlagam, ampak to pač delam. Ne? In ker veš, ne štejo besede, štejo dejanja. Ne? In to se pol pač prime. Ne? Če vidijo, da to počneš in to postane samoumevno in pač to posvojijo, ponotranijo in se nese naprej. Ne. Če bi jih pa s tem posiljeval, pa bi verjetno glih kontra učinek ustvarjal. Včasih je pa mogoče fajn povedati, ne, za te dobrodelne zgodbe, da postaneš zgled. Ne. To bi se ti pravim, če ti to non-stop počneš. Pa gre za javnost, ne, da vejo, čekaj. Pa dobro, to je javnost. Ne se hvali, ne se hvališ, ampak da daš zgled, le, če je pa javšnik pizda, bom pa jaz tudi, jebemo mater, ne. Jaz nimam te potrebe, da bi kdo vedel. Okay. Ne,
To počnem z nekega drugega vzgiba, ne zato, da me kdo trepljal, ampak rekel, da sem fajn. No, pa če te še malo izzovem, recimo, ne, če smem, ne, ko si pač te stvari počel, pa si postal potem znan, pa to, ne. Tudi dekleta si imel kdaj te oboževalke, te malo drzne, da so hotele to, pa uno, pa tretje. Si bil tak tip zvezde, ali, ker jaz imam v glavi, da ne, zdaj me pa popravi, ne, če se motim. Ne, teh imaš zmerom dost, ne, sej, to je jasno. Vsak, ki je malo znan. Je zanimiv dekletom. Ja, absolutno. Ampak jaz sem imel zelo hitro, sem imel resno zvezo. In tudi meni to ne pomeni toliko, meni druge stvari pomenijo v življenju. Meni to, da si nekdo hvali, da je imel 100 deklet, meni o njemu to pove samo to, da je debil, da to govori na glas. Ne? In sem 100%, da 101 ne bo imel, ne? Ker ženske nočejo, da se ve. Ne? Tako da tudi, če si jih imel, ne poveš. Ne? Ker se enostavno se ne spodobi povedati, ne? Ker njo s tem postaviš neugoden položaj. Pa tudi vse njene prijateljice, ki vedo, da si bil z njo, ko bo videli, da si ti o tem govoril, nobeno od teh prijateljev s tabo ne bo. Ampak gled, Slovenci zelo redko se postavljajo s tem. To sem opazil tudi skozi leta kariere v Ameriki. Vsak pove, toliko me pa še našteje jih. Tu pri nas je pa to bolj ta tvoja mantra, da ne govorijo radi znani Slovenci, veš. V imenih sploh ne, pa v številkah tudi ne, ker jim to nekako škodi. So ugotovili, da to škodi. Pa jaz mislim, ne vem, če to škodi, ampak jaz mislim, da se to enostavno ne spodobi. To je nek intimen akt, ki pač je med dvema. To ni stvar, ker bi vsi seksali v javnosti, ne? Če bi to bila stvar skupnosti. Ne? To je stvar med dvema. Kaj pa je recept po tvoje za dober zakon, trajen zakon? Ti imaš zdaj koliko let? Jaz imam že kar 30. No, kaj je recept? Da ne poči zakon, da ne gre na razen, da se upreš takšnim in drugačnim skušnjavam in tako naprej. Ker to pa lahko zdaj govoriš kot velemojster tega, če si tako dolgo že z nekom. Ne vem, pravici povem. Ne veš? Ne vem, jaz mislim pač, da si moraš najti partnera, ki je po tvoji meri, ki te razume, ki te spoštuje in da tudi ti v njem vidiš nekoga, ki je spoštovanja vreden. Moja žena recimo je vilinsko bitje. Pa še ni pa noben rekel za ženo svojo. Mi smo skupaj od prvega dneva, ko jo poznam. Jaz sem prišel na eno glas za stanovanje, ona je odprla, jaz sem rekel, meni je sonce obsijalo in ne grem nikamor. In sem tam od prvega dneva, ko se poznama. In ona je tako, ona pač ima to neko notranjo lepoto, ki jo prepoznavajo tudi živali, tudi neki, recimo temu, ranljive skupine, od, ne vem, Downov sindrom do, ne vem, blazno so odprti do nje, blazno lepo jo sprejemajo, otroci jo imajo blazno radi, kar pač mislim, da ogromno pove o človeku. Ne? Se pravi, tisto sekundo, ko si jo videl, si vedel, da je to. Absolutno. Kaj pa ona? Je isto ali je razmišljala? Ona mi nič ni zastopila prvo. Nič ti ni zastopila? Jaz sem po pohorsko, to sem po ruško govoril, brez frentnih hausdrukov. Tako da... Prvo me nič ni zastopila, sem pa bil simpatičen. Ja, no, to pa je. Ko sem prišel z nekim, ne vem kaj, s eno kapo, s takim cofom. In ko sem začel drdrati, je ono podnapise, prosim. Ampak se pravim, pač neka mora biti neko spoštovanje med dvema. Ne? In ti tudi moraš vedeti, da ona je enostavno, recimo, rodila mi je 2 otroka. Ne? Mislim, ljubčki moji dragi, to je največ, kar ti lahko nekdo v življenju da. Ne? In če ti nekdo da največ, mislim, jaz ne vidim razloga, da bi hotel biti s kom drugim. Ampak ta velinsko bitje, tam je dobra, tam je vrhunska, to še nisem slišal. Jaz marsikaj povem v svoji ljubezni novi, ki imam zdaj 5 mesecev po novem, ne? Moniki, ne? Ampak velinsko bitje, pisa, to je še pa nisem rekel. Ne? Bila je vse, velinsko bitje še pa ne. Lej. To si lepo rekel. Pusti za 8. marc pa. Lepo si rekel. Matjaž, če ob velikem finalu oziroma zaključku malo zamenjamo vloge, ne? Vlogi, če smem, ne? Pa da ti mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli si želiš, imaš zdaj to možnost.
Zdaj prvo vprašanje. Aha, evo ga, je že začel. No, Ja, izvoli. seveda. Izvoli. Zdaj ne vem, s temi podcasti verjetno ne zaslužiš dosti, ne? Veš, kak je? Zaslužim z reklamami, ki jih nafukamo vmes. Ne? Aha. Monetizacija. Ampak še tako zmeraj imenovana. ne toliko, da bi si hlače zašil. Ne, hlače se ne. pa v bistvu dan za dnem so bolj strgane, ampak s tem kažem svoj status. Ne? Da ne bi kdo rekel, glej ga, ima denar, se je prevzel. Ne, gledajte, ne? Resnica je tu. Ne? Hlače so Dobro. strgane, denarja ni. Ne? In za popoldansko delo neprijavljeno je pa malar, ne? Po onih flekah so delali. Ja, tako, to pa delam, ampak samo tam, kamor, kjer moža ni doma. Aha. To sem se pa navadil z moje prejšnje erotične vdaje, da se tako vsak dober pornic začne. Ne? Res je, Ja. mojster pride. Tako. Ja. Da mi še to povem, s temi tvojimi stališči, ki jih zagovarjaš javno, Zdaj, kjer je misliš? ko se opredeliš do neke zadeve, Okay. včasih zasledim blazno sovražne komentarje. Kako se pa ti s tem spopadaš? Zdaj, kar se mene osebno tiče, jaz imam trdo kožo zelo, ne? Ker sem tudi v bistvu podobno kot ti strašno dolgo v medijih, tako ali drugače. Je pa to zelo nespametno početje, če smem reči. Ne? Tukaj pa mi je na koncu dneva morda bi moral biti bolj pameten, pa nisem, ne? Ker ti, čim ti razdeliš ljudi, zgubiš ljudi. Ne? Jaz pa delam v medijih. Ne? In kaj sem zdaj naredil? Zdaj sem se opredelil, wow, ne, ful dober. Ne? Zdaj me pa po novem sovraži 500 ljudi, ne vem, zaradi eutanazije. Me sovraži 500 ljudi zaradi splava. Me sovraži 500 ljudi zaradi, ne vem, izmišljujem si, Romov, Albancev, migrantov, whatever. Ne? In na koncu te sovraži 3000 ljudi, ne? Ki si jim bil prej car. Ne? Ja. Ne? To ni pametno, ne? Ampak jaz, če sem iskren, kadar je veliko odziva, ne grem brat, ker se mi ne da, ker je preveč. Ne? Niti me ne briga, kdo je, kaj je oglasil se, kaj. Na začetku malo pogledam, pol pustim. Po drugi strani je pa doseg izjemno velik. Ne? Pa razmišljam, pa čakaj, da neko besedo pa ti imaš istok. Ne? Mogoče pa ni pametno, da si skozi samo tiho, tako kot večina ljudi, ki dela v medijih. Ne? Ravno zaradi tega, ker nočejo deliti ljudi. In na koncu potem ugotovim, da ne vem, kaj prav. Ne? To, da se oglasim in povem, kaj mislim in kaj sem zdaj s tem naredil, sem spremenil svet, Slovenijo, kakega isto mislečega, da bi na svojo stran vprašanje, kdo je prepričan, je prepričan. Ne? Ampak jaz ne znam biti tiho. Ne? Sem se navadil tudi biti znatno bolj tiho kot nekoč, ampak še vedno se pa oglasim. Ne? Lahko po pravici poveš, ne, doma ne priješ do besede, pa zato tu govoriš. To je pa res. Ja, To je pa res. doma Ja. se zmeni. To je pa res. Ne? Pa Doma, ne veš, kaj reči, doma to. sem tiho. Ne? Ampak še enkrat, če skrajšam odgovor, me ne prizadene, ker vem, da niso jezni na mene, ampak zgolj na to, kar sem napisal. Ne? In se počutijo osebno prizadete. Me pa mogoče malo bolj se dotakne, ampak to ne bi smel za javno povedati, ker pa bojo še bolj divji. Če je pa objava lepa, ne? Pa jo ne vem, povzame kakšen medij, ne vem, je to ljubezen, je to psiček, je to karkoli, pa se tam od spodaj najde drek. Pa ne zaradi mene, do osebe, ki je zraven mene, te pa nimajo tako trde kože, kot imam jaz. Tu pa si mislim, pa pizda materna, lepa objava, koliko si tako nezadovoljen sam seboj, da greš to drekati. Viš, tukaj, pri politiki razumem te preče teme, ampak tu pri lepih stvareh, recimo, ne vem, da bi zdaj bila objava, da si ti kupil novega psa. Ja, pa kaj si za Javšek misli, da ima edini tega psa? Pa kaj si za on domišlja? To ne razumem, pizda. Dobro. Še tretje vprašanje. Finalno. Ne očist pa tvoje, Okay. ti mu dal vprašanje, pa še podvprašanje. Lahko. Koliko podcastov si že posnel? Tale po moje je zdaj 75. Ok, kdo je pa najboljši gost? Ja, ti nisi. Vidiš, no tako da zdaj gremo. Ti nisi. Ne. Dobro, zdaj si mi vse povedal. Si pa na dobri poti, ne? Bi mi pa lahko pred začetkom rekel, ja, da je prišel. Ne, veš, kaj bom videl? Videl bom, ko bo šel ven, ne? Kaj boš naredil, ne? Kaj boš naredil, ne? Koliko ljudi bo zanimalo tole, kar se mi da pogovarjamo. To me zanima, ne? Po mojem blazno malo. Pravil pa ni, veš? Blazno malo, zato ker to so stvari, ki jih ljudje ne počnejo v svojem privatnem življenju in pač naslovnikov je malo manj. Ja. Kaj veš kaj, če smem, ne če si ti to opazil, no? Danes ljudje gledajo samo meso in kri, ne? Se pravi, lepi pogovori, ta najmanj podcast je zelo lep. Saj jaz mislim, da je. No? Ne? Da bi zdaj midva govorila neke provokativne stvari, nekaj, razumeš, da pa daš te izsečke ven gor dol, ampak to je
to je pocen fora, ne. Vse bi znal, jaz to znam delati, ampak ne, ni potrebe vedno to narediti, ne. Dajmo pogledati malo kvaliteto, malo dober pogovor, ampak ljudje so tukaj tudi zelo zašli, no, če smem reči, ne, da jih zanima samo bedast gost, bedasta debata, bedasta tema, ne, ampak recimo, ne vem, ko je bil Jelinčič moj gost, ne, zdaj na zadnje sem ga povabil še enkrat, ker je pač aktualna tema in sem vedel, da bo usekal, ampak pazi foro, pazi paradoks, ne. Klip, v katerem sem ga direktno vprašal, Zmago, fukaš kaj? Je naredil 500 000 ogledov na 3 državnih omrežjih. Podcast, pa ne, je pa komaj na 10 000. Komaj, ker je pač to Jelinčič, bi lahko bilo več. Ne? Viš to razliko? Ne? Ja, seveda, le. To je pač konzumirajo to, kar jim marketing vsiljuje, ne. In pač z pogrošnimi temami pa z nepomembnimi je blazno lahko voditi nacijo. Ko se pa začneš dotikati pomembnih stvari, pa je že cajt za kritično misel, ne. Kritične misli se pa vsi bojijo. Tako da Evo, je zapisano, veš, si dobil kritično misel. Matjaž Javšnik, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, po katerem se te bodo spominjali najmanj 800 let, to je ta doba, mislim, ko nekaj režeš, 800 let je ta doba, ki si res nekaj dobrega rekel. Ne? Če je manj, si rekel nekaj brezveznega. Ne? Ja, Izvoli. bi mogla klino pizza narediti. Ne? Ja, naredi, ne. Ja, naredi, ne. Nič, en pohorski pregovor bi povedal, ki pravi, bolj ko goniš, bolj leti, bolj drek mešaš, bolj smrdi, manj ko rad imaš, bolj boli. Tako da radi se imejte, objemajte se, pa pazite na sebe, predvsem pa pazite na svoje bližne, ker ni važno, kaj v življenju delate, ko vas ne bo več, čez 2 meseca nobene vejo, da ste bili, razno onih, ki so vas imeli res radi. Pizdo, materno. Lahko nauči. To si pa povedal Fajn bodi. res lepo. Pa čim prej doma, da ne bo tvoja jezna, ker spet 18 ur v kosi okrog goniš. Monika, se vidimo kmalu.